Kao, res dober. I am giant. Let's go, people! Hey, Gonna won't shake, you roll do away it? in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt under me, yeah. Gonna shake. Dobro, Mr. JP, nekaj ga sretlele po kanalu. Dober večer vsem skupaj. Evo, druga pogovorna oddaja z gosti. Danes z nami je Aleksandar Taskov. Te kar kličemo To sem jaz. Aleksandar Taskov ali te kako drugače lahko pokličem? Lahko sam po imenu Aleksandar, bo čisto v redu. O, Prink šit, lahko stari. štiva. Veš, koliko je to dolgo? Aleksandar, jaz si že spotaknem jezik tacaj. Dobro, Ja, lej. kakor boš rekel, tako pa bo. Ok, Ja, lahko me cool. to super nakličeš. Oh, te super, Mekli, če boš ti mene Batman. Ok, cool, evo. Hvala vsem, ki ste z nami, še tistim, ki ste bili, pa ste šli in unim, ki boste prišli. V glavnem, namen teh pogovornih oddaj, da najprej malo o tem povemo, zakaj smo sploh tle, k čem je finta vsega skupaj, ful je težka, tako da upam, da jo boste dojeli. V glavnem, tle smo v osnovi za vse najstnike. Jaz delam veliko delavnic z najstniki, večinoma se imajo veliko vprašanj, veliko jih ima, kaj bi rad delal v življenju, kako biti uspešen, kako se motivirati za karkoli in druge resnične življenjske soočati z različnimi misli, ki te ne opolnomočijo. In v bistvu namen teh oddaj je, da jaz noter predstavim ljudi, ki so moji prijatelji, ja, in da oni podelijo, s čim so se soočali v življenju, kako so oni prišli do tega, kar res radi počnejo, in kaj je v bistvu njihova formula za to, da v bistvu delajo to, kar delajo in da živijo življenje, kot si ga želijo. Ali pa tudi ne, Aco bo več, Aleksandar, pardon, Superman. Lahko tudi tato, lahko. Superman bo več povedal, Superman Aco ta večer z nami, samo za nas se je spustil iz kjerkoli že. V glavnem, ja, bo povedal več, kako se on s tem sooča, kaj je tam za njega. Drugače pa tudi namenjena v bistvu vsem, ne. Vsi se z nečim v življenju soočamo in v bistvu si, ne vem, na različne načine in mogoče bo nekoga danes Supermanaco inspiriral, navdihnil, da pa se premakne naprej v življenju v želeno smer, a ne. Tako da ja, kaj še, zakaj Twitch, a ne, dosti ljudi me sprašuje, zakaj nisi YouTube, zakaj nisi Facebook live, Instagram live, zato ker sem rekel, jaz sem streamer, nisem YouTuber, nisem influencer, ampak jaz želim biti streamer in želim imeti take oddaje, v prihodnosti upam podcaste, ta oddaja v angleščini in tako naprej, vse to se planira. In zakaj Twitch, ker je meni res dobra platforma, že dolgo časa obstaja, ena prvih, ki je v bistvu začela podpirati streamerje in ta način izražanja. Tako da v bistvu, če vam je kanal zanimiv, če je ta vsebina, ki si želite, zanimiva, ali pa bilo kjerga drugega streamerja, ki ga gledate, najmanjša podpora, ki jo lahko date, je, da sledite kanalu. Vse ostalo, naročnine in donacije so pa potem stvar vaše izbire. Logično pa je, več ko je tega, večja je verjetnost, da bo streamer nadaljeval s svojim delom, tako naprej, če si tudi za to nekaj plača, tako kot vsakemu poslovnemu svetu. Niste pa nič za to primorani, jaz tudi rečem oni, ki se naročijo, ki donirajo, naj bo tu vaš ekstra denar, ni tu namenjeno, da meni date, vi pa nimate. Prvo poskrbite zase in če imate kaj viška in želite na ta način podpreti mene in to, kar počnem in ta kanal, ste več kot dobrodošli. Tako da, evo, toliko v uvodu, zakaj Twitch, zakaj smo tle in tako naprej. Zdaj pa nate, Aco. Are you ready? Super, No, I'm man. not. Itak da nisi, da tudi ne moreš biti. Ampak okej, si pa, ker živiš življenje, če temu tako rečemo. Tako. Cool, te nam povej malo več o sebi. Kako bi se ti predstavil tako v folku? Kaj bi povedal o sebi?
Preden Kaj začnem jaz z vse? vprašanji. Ja. Dobro vprašanje, vidiš to, ne? Nisi me pripravil na to, ne? Kaj povedal vse? Evo, Aleksander, se pravi, sem podjetnik, plesalsko-banske salse, rad se učim, izobražujem, velik ljubitelj kinder jajčkov, moj najljubši junak je Superman, kakor vidite, ne? Tako da, toliko na kratko, ne? Ok, cool. Kinder jajčki praviš, the best. To je vse, kar sem slišal. Ja, ne, Nekje sem vidiš, se. ti si to zapomnil, kinder jajčki mi vsi pa Ja, nosijo, ne, ne? pa Rečem ti to, si- ko jih dobivam, ti pa največje. Če hočete dobiti Aleksandra na svojo stran, Kinder jajček in ste zmagali. Ok, Ja. ampak da greva k temu, čemu smo danes namenjeni in tako naprej. Daj nam povej, kakšen je bil Superman Aleksander kot najstnik. S čim si se takrat soočal, kaj bi si takrat želel, da bi imel, pa ni bilo, kaj so bili neki največje vprašanja, največji strahovi in pa tudi v čem si bil pa res močan. Ok. Ja, kot otrok oziroma mladostnik sem jaz zelo introvertiran, tako zaprt vase. V bistvu sem bil tako, no. Do 3. razreda osnovne šole sem bil tako tiha miška, pač bil sem tako, tam sem bil, vedno sem bil najmanjši, izločen iz družbe, pač ne vem, noben se ni neki hotel kaj preveč ukvarjati z mano. Tudi fizično so me maltretirali in vse to, nacionalistično so me zafrkavali, ker imam starše iz Makedonije. Tako da ne morem reči, da sem glih simpatično otroštvo, no. Ampak dobro, no, to sem pol nekako šel čez skozi, ne vem, osnovno šolo in pol faks, ne. Ker sem bil v bistvu nekako primoran se zboriti na tem svetu, no, da nekako lahko se samo izražam in vse to, ker jaz sem bil do recimo 1. razreda sem bil zelo živahen, tak energičen, vse tako, kakor me zdaj ljudje poznajo, no. Pol po obdobju, ne vem, od 7. leta do recimo tam 18., 19. leta sem bil zelo čist drug, sem v bistvu nekako hotel blend in, se pravi, ne vem, biti prilagojen družbi, pa ne vem, se z njimi nekako uskladiti z njihovimi pričakovanji, bom rekel, ne, in pomeni, da nisem živel svojega lajfa in nisem se tudi upal nekako z njimi tudi kregati ali pa iti kontra njim, no, tako, ker sem se pol bal, da me bojo izločali in v zameno, da sem pač vsaj bil v neki družbi, pa da je nekdo hotel biti moj friend, sem pač malo fejkal nekaj, kar nisem, no, tako, nekako je bila moja zgodovina otroštva, no. Saj sem imel tudi lepe momente, no, da ni zdaj tako, da ne zdaj spane, kakor da sem bil zdaj tako ful, ne, tako ne, ampak ja, no. Večinoma je bilo tako, da sem se soočal s tem, no, samoizraznostjo, v bistvu svojo naravo dati ven, ker sem se vedno počutil, da sem malo drugačen od ostalih po razmišljanju, po delovanju, ni me zanimala ista stvar kakor druge, no, večina, no, tako da nekako mojo naravo sem si malo umiril, no, pa se je pa to malo vrnil po srednji šoli, no, se je pa vrnil na kontrasmer. Ok, cool, the best. Mislim, ful iztočnic si dal za današnji pogovor, kar mi je vrhunsko. Pa ok, kot ta ne samo izražanje in tako naprej, ne, kaj so bila ta neke največji strahovi tekom odraščanja, pač kot najstnik in pač neki, ne vem, kako je bilo situacija recimo s puncami ali pa kako si odkrival ali pa odkril, da kaj hočeš početi v življenju, kaj je te prej zanimivo in tako naprej. V bistvu, če greva na punce, pač nisem si upal, tista, ki mi je bilo všeč, sem jo sam gledal na tako ful daleč, ni šanse, da bi jaz ne upal kaj reči. Tako da, ful sem bil sramežljiv, no, ni šanse, da sem naredil prvo potezo, tako da zelo sem bil introvertiran, no, kot sem rekel, pol, kar se tiče, ne vem, ostalih stvari, pa manjkalo mi je to, da bi imel nekoga, ki bi mi mogoče v tistem času kaj, ne vem, povedal, usmeril, ne vem, starši se nisem mogel o tem pogovarjati, ker nismo se na tak način tudi povezali, oziroma sem mislil, da mi ne morejo pomagati, ali pa sem se, po eni strani sem se pa tudi bal jim povedati, kaj se mi dogaja, ne, in sem pol v bistvu tako, no. Največ sem se pa bal, da bom ostal sam, no, da noben se ne hotel z mano družiti, da ne bom rekel nekako, ne vem, nič ne bom mogel početi, ker itak se ne hotel noben z mano, da nisem nobenemu zanimiv na ta način, no, tako v bistvu. To so bile v bistvu moje te največje strahove, če gledam. Ok, got it.
štekam. Ja, in ravno to, ne, kar si rekel, manjka mi nekdo, ki bi se z mano pogovarjal, ki bi se lahko z njim pogovarjal čemorkoli, starši se nisi mogel, rekel si, sošolci v šoli so te dosti pač, ne vem, si bil zaničevan in tako naprej, a ne. In ja, ravno tu je point, a ne, zakaj je ta oddaja, zakaj jaz delam, kar delam v življenju. Ravno tu, ker jaz sem si isto želel, isto mi je manjkal nekdo, čeprav recimo doma je bila mami ful odprta in sem se z njo v veliko stvareh lahko pogovoril, ampak starši imajo eno vlogo, ki pa na nek način ni čist te svobode, a ne, ne prestajajo čist realno, oni pa imajo čez svoje oči, hočete zaščititi, radi te imajo in tako naprej. In mogoče ne res slišijo, kaj se tam dogaja in vsem dobrem, kar hočejo za nas. A ne. Tako da ja, the best, da si to izpostavil in da si mi dal to možnost, da jaz to povem. Ok, in pol, ki si ti živel s temi strahovi, a ne? Ja. Da boš ostal sam, nisi mogel sebe res izraziti, pač bil si zaničevan, pač. In pri puncah na kilometre, a ne, pač gledal iz parkirišča na nogometno igrišče, kjer ti je bila zanimiva, ne, če se malo pogledam. Kaj se je pol zgodilo, oziroma kaj so bile te stvari, ki si pol rekel, ok, da si začel nekaj delati na teh področjih? V bistvu na sebi sem začel delati pol, ker sem bil malo starejši, no, se pravi natančneje tam 20-21, ko sem bil star. Ok, kaj se je pa zgodilo, to me zanima, ker ponovadi nam pride nek moment, a ne, už nekaj se nam mora zgoditi, ker ni kar hodiš po cesti in se imaš fajn in rečeš, shit, kaj če bi jaz zdaj zavil v knjižnico in vzel knjigo od ne vem kogarkoli, a ne. Ja, v bistvu je bilo tako, da do 7. leta, ko sem bil živahen, sem verjel, da je svet dober, da so vsi prijazni, ne, in tako naprej. In ta moj model sveta je bil takrat tako, ne. Jaz tu delam dobro in vse to, pa sem pa prišel v to osnovno šolo in sem ugotovil, da pač svet nepravičen, da ne vem, je slab itd. Ne. In potem je prišel 3. letnik šole, ker sem hotel biti prav dober. Srednje šole. Kaj? Srednje šole. Srednja šola, ja. Tam je bil breaking point, no. Da sem bil po 4. letniku čisto drug zaradi te situacije, ki se mi je zgodila, in to je bila long story short, da sem učiteljica za informatiko mi ni hotela dati možnost, da izboljšam oceno, zato ker je eden iz mojega računalnika, takrat, ko sem naredil za spletno stran, ko smo delali neko stvar v front pageu še takrat, ne, sem ful dobro vse naredil in ona to videla in potem je zbrisal vse fajle in na koncu sem jaz dobil 2 zaradi tega, ker pač se nič ni prikazoval, ne. In ta dvojka je meni dala 3, ne, in ne 4 in zato nisem bil prav dober, ne. In potem, ko so se profesorji, sošolci, tudi mami je klicala še šolo, jaz sem skozi hodil tja, da me vprašal za višjo oceno, ker se mi je šlo, da sem hotel takrat še na en tak faks iti, na psihologijo sem hotel iti, pa sem rabil boljše ocene. In ker mi to ni dovolila oziroma ni pustila čez, sem pa povedal, da tudi če se jaz obnašam v skladu z družbo in s tem, kar oni pač pričakujejo od mene, da tudi to ni dosti dober. In poj, jaz sem dobil dan, ker sem zvedel, da ne bom prav dober, sem dobil živčen zlom, mislim tako, ne, se pravi, me glava ful bolela in sem ob 9. zvečer šel na dežurno in sem dobil tako injekcijo v rit, da me glava nehala boleti. Z naslednjim dnem mi je nek shift naredil, da sem pač rekel, lej, zdaj pa dosti, zdaj pa jaz. In to je to. In ko sem prišel prvi teden 4. letnika, je bilo tako, iz prve vrste sem šel v zadnjo vrsto, pohengal sem se takoj z enimi drugimi prijatelji, tako čist drug sem bil, no, tako in pol, ne vem, tudi ocene niso bile več vzorne, bom rekel, ne, sem tudi dobil, ne vem, kakšno slabšo oceno, zaradi tega, ker se mi pač malo ni dalo to učiti, ne, ker seveda da itak ni fore. Tako da to je bilo takrat pol, no. Sam itak nisem, zakaj sem to tako pač takrat delal, zdaj, ko gledam nazaj, je bilo mi mogoče to iz nekega egota, ne. Potem sem začel malo na sebi delati tam 20-21 let, ko sem se spoznal prebral sem tole, no, The Secret sem se spoznal, gledal sem ta dokumentarc. Kako si prišel do tega? Tu me zanima, ker dostikrat ljudje ne povejo, gledal sem The Secret, ampak ali ti je kdo povedal, ali si brskal po netu, kaj je bil vzvod, da si sploh začel v to smeri? V bistvu je bilo prej na faksu smo imeli en predmet, ki je bil nek psihološki, ne spomnim se točno, kako se je imenoval, ampak je bila tam ena profesorica, ki je učila neurolingvistično programiranje, NLP, ne. In ona je ponudila, ker je v uni skupini, ki sem bil jaz noter, je ona rekla, da pač 5 da, ne vem, iz 300 € na 100 €, ne, da greš lahko na to 6-tedensko izobraževanje, 6 sobot.
In mene je to ful zanimalo, ne? Ker sem rekel, nekaj rabim v lifeu in to je to. In pol je bila takrat fora, da prvič v lifeu sem tudi, ker sem prišel dan, ker mami videla, da sem bil malo zamišljen, pa se dogaja z mano, sem rekel, ful bi šel na to, sam je 100 evrov in jaz nimam tega denarja, ne? In pa ona rekla, lej, če greš ti dam jaz pol boš pa oddelal, ne, pol kasneje, ne, pa mi boš to vrnil. In takrat sem to rekel ja, in tudi, ker sem šel pa do profesorice gor, pa se prijavil, tudi ona rekla, da je v bistvu tudi to razpisala zaradi mene, ki je videla meni ful potenciala in je videla pa tudi, da se malo iščem v lifeu in da ne vem, kaj bi sam sabo oziroma kaj bi s temi informacijami, ki se mi dogaja, da bi se malo nekako. In ona rekla, da ta stvar bi mi nekako pomagala, no. Tako da pol, ker sem na to šel, tam sem dobil, ne vem, prvo stvar, ne vem, pol ure imaš, na Ševes Hammer napiš, kdo si, kaj si in tako naprej in potem se boš predstavil pred vsemi. Meni je bilo tako, shit, ne. Javno nastopanje pred sabo, vse moram govoriti, ne. Tako da tam sem ful šel iz cone obdobja, ne, in tisto mi je ful pomagal, tako da sem pol še bolj začel to področje raziskovati. Film The Secret mi je predstavil trener, ker sem igral še fuzbal, v Naklem smo šli na ene priprave in je bilo tako zvečer, je rekel, gor gremo gledati en film, dokumentarc. Pa mi zdaj gledamo, ne, in takrat se veš, pri 21 letih ti hočeš gledati, ne vem, neke te komedije, neke take zabavne filme in on ti reče dokumentarc The Secret in tam meni govorijo o lifeu in o kako razmišljati in tako naprej in mene je to takrat ful potegnilo, ampak tako 3/4 je šlo pa ven, ne, sem bi pa tam v prvi vrsti pa takole gledal, wow, pa govorijo, ne, in takrat mi to malo, takrat mi tudi še bolj odprl to, no, in sem začel pa raziskovati, fora je temu, da moja generacija ni imela interneta tako, kot je zdaj dostopana, ne. To je zdaj, malo pogooglaš, pa dobiš milijon informacij, ne, kar hočeš. Sicer je tudi dosti takih, ki jih ne veš, kaj z njimi, ampak ja. Ok, cool, se pravi, če malo povzamem na hitro. Do 7. leta si bil poln življenja in svet je bil the best. Pol si se zaprl zaradi dogodkov, ki so ti zgodili v osnovni šoli, tega zaničevanja in nepravičnosti in tako naprej. In pa v 3. letniku je nekaj shiftalo, malo ego trip, ker nisi dobil ocene, si videl, tu. In kam si šel pa študirati, to edino nisi povedal? Ekonomsko, ne, študirati sem šel na fakulteto za organizacijske vede v Kranju. Aha, ok, cool. In pa tam je bila ta profesorica, nekaj je videla v tebi in istočasno še ta trener fuzbala. Tako. In to je nekaj, kar tudi vedno rad povem, ne, te priložnosti nam pridejo v življenju, ne, da ti greš za tem, kar si želiš in da odkriješ, kaj je tvoj, se pokažejo, preko se nekdo nekaj reče, ne, ali pa naredi. In pol je na nas, ali to zagrabimo ali ne, tako kot si ti rekel, tam je bilo 3/4 je šlo ven, ona je razpisala 5 mest, se pravi, samo 5 jih je vzela, ne, vse skupaj je bilo omejeno in ti si šel, ne, in nekaj vzame, da narediš nekaj drugače v življenju, ampak če pa pol pogledava, ne, kako si pa pol odkril tu, kar ti rad počneš v življenju, kako si prišel do te ljubezni, do plesa, do tega, da danes vodiš podjetje Team Fun for You, ne. Je to šlo kar tako, si se zbudil in si rekel, jaz bi imel podjetje Team Fun for You in jaz bom zdaj šel plesati kubansko salso, ker mi to dogaja in jaz sem happy fit in moram noge nekje umiriti in plesu jih bom vsaj malo umiril, ne. Ali je to? Ja, to bi bilo dobro, ne. Ja, bi bilo, ne, ampak kako je šlo To pa bi bilo tvoja super, zgodba? takrat pri 21 bi bilo to meni realno, da bi tako magično palco pa rekel, nič, klemaš firmo, klemaš vse, life je lep in to je to, ne, ni bilo tako. Ok. Ne, jaz sem bil pri 21 še kar dosti zgubljen, nisem vedel, kaj bi sam sabo life počel. Jaz sem takrat tudi spoznal mojega best frienda, Domna, ki sem ga tudi pred kratkim se poročil, ne, sem bil priča. Tako da v bistvu z njim smo v bistvu zelo veliko stvari dala čez, no. Tudi skupaj smo imela prvo firmo, ki so delala spletne strani, aplikacije, vse te zadeve. A kako si prišel do tega? Veš, ful bi rad predal ljudem, kako ne, veš, kaj se ti tle zadnje dogaja, ker eno je, kar mi damo ven, ne, tukaj vedno nosimo ta kino za druge film, ampak ne daš zadnje, kako je ta film nastal. In jaz bi rad tukaj, pa ljudje smo ponovadi tle ustanemo, ne, mi pri sebi in pa vidimo zdaj Aleksandra, ja, on je naredil faks, pa je šel firma, in pa zelo ful lepa in uspešna zgodba z nekimi paci v realnosti, ampak what happened behind? Kaj se zadnje dogaja? Behind je bilo tako, da Domen je delal spletne strani pri eni drugi firmi, ne. In pa sem jaz njemu, nekje, ker sem jaz delal, ne, sem mu tudi rekel, daj ti bom oni rabijo spletno stran, daj bom jaz povezal, ne. In on reče, ok,
in naj jo poveže, in jaz sem bil na skupnem sestanku in sem tam pač pomagal pri tej komunikaciji, sem bil nek umestni člen, ne. In pol je bila ta ponudba okej, in potem je Domen meni rekel, da mi da 10%, zato ker pač sem zrihtal posel v njuni firmi, ne. Sem rekel, da ne rabim to narediti, ker pač jaz kadarkoli, kjerkoli pomagam, imam pač tak je tudi moj mindset in policy tak, da pač pomagam zato, ker si želim pomagati, ne zato, da imam kaj od tega, ne. In on meni, ne, pač jaz si to želim dati. In pa je bila fora, da v tisti firmi tisti človek ni hotel njemu dati odobritve, da meni dajo 10%. In pa me doma en dan kliče in reče, a bi midva imela firmo? In jaz ko, a se ti hecaš? In on, ja ne res, dej, to bo najna prva stranka, se ti lahko z njo zmenaš, da ona počaka, jaz bom prvo SP, pa bom midva partnerja, pa bom midva začela to delati, ti boš rihtal stranke, boš pogovarjal, jaz te bom naučil te stvari, njem programiral, ti skrbel za ostale stvari in to je to. In jaz njega, takrat je bilo meni tako, firma, kvaj s tabo, ne. Koliko si bil takrat star? 21, 22. Okay. Sem rekel, ne, ni šanse, pač, pa se kle dogaja. In on, dejva no, in jaz tako prespim, naslednji dan gre v avto. In jaz se z uno zmenim, da ona počaka, in pa on da odpoved in odpre SP. In midva začneva, in pa sem bila tako dobesedno, sva pa razmišljala, koga še vzeti s sabo, a ne, sva pa gledala med frendi, ne, se pravi, en je dober dizajn je delal, en je bil malo prodajalsko žilico, in je gor, danes smo se kar nabrali, se nas je 5, in pa smo tako cele dneve tečali pri njemu doma in razmišljali o imenu firme, pa bi vse počeli, pa koga bi vse kontaktirali in vse to. Tako je nekako je bilo, no, ta začetek. Naredili smo to stran, dobili smo plačen, vse je bilo cool. Pa so se pa dogajale tudi malo take stvari, ki itak, ko začneš learning by doing, se vrneš v morje, zelo veliko stvari ne veš v podjetništvu, ne, in v poslu, in v pogodbah, in ne, če ti nekdo ne plača, pa ti narediš, on ti ne plača, pa narediš in tako naprej. So bile kar take dost zanimive situacije, ki si se tam ful naučil, pa ful takih, ne. Povej, mislim, sej ne rabiš v detajli, pa z imeni, ampak mi ti rečeš zanimive situacije, to se zdi tako, ne, ok, jaz ga zdaj odprem firmo in meni se bojo dogajale zanimive situacije. In pol je to tako, ja, ne. Mislim, na začetku, ko odpreš firmo, pač mi nismo vedeli, kaj se spuščamo, pač realno nič ni bilo jasen. In finančni flow in to bruto, neto in te klasične stvari in tle tudi ugotavljam, da pač meni bi bilo ful fajn, če bi jaz v srednji šoli ali pa že prej malo vedel več finančno pismenosti, ne, tega ni, ne. In tukaj to ful manjka. In zdaj, kar v bistvu tudi, ne, si želim tudi pač mlajšim predajati naprej in tako naprej, pa tudi vem, da imaš ti tudi to v ozadju, ne, da bi pač rad to pomagal, ne, tudi da je folk malo finančno pismen, da vejo, kako se obrniti v življenju in vse to. Tako da ja, no, tista zgodba je šla pa tako, da smo mi, ne vem, bil en večji projekt za par 10.000 evrov in smo mi dobili samo en avans in kar naenkrat smo si mogli zbildati ful veliko ekipo programerjev in smo mi to delali in jaz pa doma sva bila pol takrat cimra, v fletu v Ljubljani so si imela flet in da so bila cimra, če nisva delala, sva igrala igrice, se pogovarjala, pač to, klasičen student life zame, ne, ali pa za njega isto, no, tako da sva imela dosti take, no, glavno, po te izziv, ki je bil, je bilo tako, da je tista oseba naj je malo okoli prenesla in nama ni hotela plačati in mi da so dejansko na najno, bom rekel, karizmo, energijo oziroma to, ne vem, leadership skills, karkoli so pač imela, takrat je folk delal, ne, pač to 3 mesece brez, da so dobili plačila, ne. In ker sem mi da tudi upala, da nam bo on to plačal, bo mi da sem poplačala, ne. Pač mi da sva pa živela takrat iz meseca v mesec, to ni zdaj ono, da ti en dan 100 jurjev na račun, pa zdaj pa deli, ne, tam je pač tako, ne vem, vsak evro je pomemben, ne. No in takrat, največji breaking point je bil takrat, no, da smo, ne vem, javno bojkotiral projekt ni šel čez, niso dobila denarja, folk je šel, vsi so bili neki jezni, mislim, logično so bili jezni, jaz sem jih čisto razumel, mi da so samo obljubila, da bova ta denar vrnila, noben ni verjel. Tako da tisti je bil lowest point biznisa, je bilo takrat, ko sva sedela tako v sobi in se pogovarjava in gledava, kva se je zdaj dogajalo. Na začetku je malo ego šopal, ne, pač en druga, sva se malo, kdo je zdaj za kaj odgovoren bil. Pa sva na koncu tudi videla, da pač nimava kaj, situacija je taka, kaj je. In sva, ne vem, si pustila malo it's okay not to be okay moments, ne, ker pač včasih je dobro, da pač sprocesiraš, daš vse ven, kar te moč, ne.
v bistvu to pomaga, no? Ne da zadržuješ vse, pa vse to, ampak daš ven, led je dal, ampak to, da ne traje zdaj mesece, ki tako ne boš spremenil situacije, denarja nimaš, folk je šel in so jezni, ti si na nuli, moraš si plačati flat na 7 mesec, ne? Imaš pa 20 evrov v denarnici, on ima tudi in pa greš v trgovino in kupuješ najcenejše stvari, zato da preživiš, ne? Tako da to so bile neke take, no. Če gledam zdaj nazaj, so bile te situacije tako, meni osebno sem ful hvaležen za te situacije, ki so se mi dogajale, ker v bistvu zaradi tega sem zdaj bolj, ne vem, močen oziroma drugače razmišljam in tudi take stvari se mi težko zgodijo, ne, ker imam nekih, ne. Ampak če gremo nazaj v tisti moment, ne, ti si predstavljaš mlad podjetnik, zagnan, dobro delaš, kvalitetno delaš, prideš do enega projekta, zgodi se, da nisi plačan, ekipa gre, ljudje so jezni, ti si tam v tistem momentu, kaj je te takrat švigalo, a ne, ker tu so real, life je, a ne, ja, medvo so pa vzbruhala in ono drugo se sliši ful dobro, a ne, pač smo dali ven, smo se hitro soočali, a ne, ni panike, a ne, ampak kaj se je realno takrat dogajalo pri tebi, a ne? Ja, bila je ona, jezen sem bil nase, ker sem pustil, da se je to zgodilo, da se je toliko časa to trajalo, da sem bil naiven. Pol druga stvar je to, no, da sva imela odgovornost za toliko ljudi, ne, in to ni šanse, da sploh sem šel spat, ne. Zaradi tega, ker pač sem vedel, da sem to drugim, bom rekel, tudi otežil življenje, ker so pač delali in niso dobili denarja. In takrat sem tudi njemu rekel, da pač bo naredilo vse, ker je najni moči do najkrajšem možnem času vsem vrneva tisti, kar fair share, ki ga oni pač morajo dobiti. In to so tudi naredila, no. Tako da nam je ratalo ti trajalo leto pa pol, no, tam nekje, ampak sva, no, je ratalo, tako da sva pol vesela, da sva to sem sklirala, tiskaj pa en pa ni hotel vzeti, je vzel pač tisto, kar je njemu pripadalo takrat in ni šel, no, tako da. Pač it happens, ne, tako da. Ja, okej, ampak tu kot in zraven si še študiral, ali takrat si nehal študirati? Ne, takrat nisem več študiral, takrat sem full time to delal, zraven sem pa delal, vzporedno, sem pa delal takrat animacije, čez vikend, ne, sem bil, ne vem, sem šel nekam na teren, pa sem animiral ljudi, da sem dobil jaz, čez vikend, da sem si dejansko dobil za svoje preživetje tistih par 100 evrov, ne, to je bilo zraven. Kako si pa do tega prišel, da si kar zdaj, pač, zame je tako, kar animacije, zdaj vrgoniš zraven še animacije delal, kako si do tega prišel? Zakaj animacije, pač, zakaj? Animacija je bila tako, da to je bilo dosta vzporedno, no. Ker sem bil isto, no, takrat, 21, 22, takrat se je meni vse dogajalo. Se mi v enem letu se mi ful stvari zgodilo, ker sem pač sprejemal priložnosti, prej sem bil ful tako zaprt oziroma ne, pa ziherca, pa mora biti vse predvidljivo, pa vse si moram spisati, pa outcome, se pravi, ta cilj mora biti meni čist dosegljiv, da jaz verjamem v to, da bom to prišel tja, ne. Takrat sem tako razmišljal, no, tako da, ampak sem imel obseb, ne vem, a veš, brat me velikrat brcne v rit pa reče, pa dober, no, ko šel tja, ti bo ful dober in to je to, ne, recimo, ne vem, delal sem enkrat na Roku Totsu, ne, me kliče ta, ki je bil moj mentor na animaciji, s katerim imava zdaj tabor za otroke, recimo, ne, Navihane polhke, ko se je to meni vse obrnilo, ne, se pravi, v enem letu. In on kliče, da on gre na, kaj smeš? Navihani polhki, kjer je legenda. Dober, glej. Ne, super je, vej. Predstavljaj si, greš v trgovino in reče zavod Navihani polhki in se ti vsi smejejo. Polepšaš in dam, glej. Exactly, vse zato se jaz začel smejati. Tu si skreiral, da se ti režim zdaj. Mislim, ne tep, ampak res idej, Navihani polhki, ne tep. Ja, ime je frka, lej, to je to, ne. To je zdaj že top zadeva. Okej, se pravi, na Roku Totsu, kako si prišel do tega, da si sploh začel animacijo delati? En je odprl firmo in je ena kolegica od mene pa od vrata rekla, da on rabi ekipo. In je rekel, ona je rekla, da bi naj rekrutirala noter. In midva sva šla tja na razgovor in tam si je mogel obkrožiti, kaj bi ti bil. Animator, moderator, promotor, degustator, hostesa in tako. In jaz sem obkrožil promotor, pa mogoče degustator. Nič animacija, moderacija, ni šanse, ne. In tako sem začel, ampak ko se je pa moja pot začela, tako da sem s tem kolegom Matejem, ne, v bistvu sem začel z njemu delati. Na prve pol leta sem bil na vseh dogodkih, vsak vikend, skozi sem sam z njemu delal, ne, in on je bil res na mikrofonu čist hud, spontanost, improvizacija sem bil tako, ko ti to rata, iz nič je naredil, ne vem, hudo sceno, vse, vibe, ni da ni, ne.
In sem ga ful občudoval, ne, in sem ga ful gledal, spremljal, kako to dela, ne. In ko ima mene v mikrofonu, ne, tako dajal, ne, bom pač povedal par zgodbič, ne, eno je tako, da vem, da prideva na dogodek, se City Parka, on da meni mikrofon v roki in reče, jaz grem na WC, jaz ne gledam model, jaz ne govorim na mikrofon, ne klevaš nazaj. On tako, ne, res, dej govor, ne, in jaz govorim v mikrofon, pride folk do mene, reče, gospod, jaz vas nič ne slišam, a lahko bolj na glas govorite, pa jaz tako, aha, a me tako slišite, pa da mikrofon stran, ne, in on, ja, a veš, ne, in jaz, koki pa bom pa tako, ne, ker sem bil ful bolj samozavesten brez mikrofona, ker mikrofon ni šanse, ne, da mi daš v roke, lej, ni šanse. Kaj je zate takrat mikrofon predstavljal? Zakaj ni šans mikrofon? Kaj še je pa razlika, da govori z mikrofonom ali pa brez? Kaj tebi zate takrat mikrofon predstavljal? Ja, mikrofon je bilo tako, zgubil sem dar govora, nisem mogel nič govoriti, ne vem, ful sem imel predsodek, če mi jaz na mikrofon govoril, me bo ful slišal vse in pač, ne vem, kva si bo folk mislil, kva jaz govorim, a veš, to. Tako da ja, to je bila res scena, no, ampak on je mene tako lepo, subtilno ufuraval ta mikrofon, skozi mi ga dajal in skozi zadrl časa in ker malo zginil, šumal okol, me je gledal, pride nazaj, dej malo bolj na glas, povem mi mar na potko, spet gre stran, tako noro, no, pač me je čisto ufural noter, tako da v kakšnem letu, no, teh stvari, ki me je dajal, sem pa ratal malo bolj suveren, da sem pa tudi, ker sem v bistvu delal na teh dogodkih, sem vedno delal tudi bom rekel, na način, da ne glede na to, koliko sem bil plačan, sem delal tako, kot da me plačuje, ne vem, 1 milijon na uro, ker sem hotel narediti najboljš, ne, kolikor je sploh možen za podjetje, katero zastopam, pa tudi v bistvu s tem sem tudi vedel, da sebe predstavljam v prvi fazi, ne, in zato sem pač tudi vedno tako delal in zaradi tega delovanja sem tudi pol, če fast forwardiram naprej, sem skozi dobil druge priložnosti, ne, in tam je pohvalil, on je rekel, ta je ful hud, tukaj sem se ful dobro imel pri njemu, jaz hočem njega imeti na dogodku in kar naenkrat sem jaz sretoval popularen med naročniki in so me pa skozi sklicali, jaz sem skozi delal pol, ne, ker sem bil priljubljena, ne, ker sem skozi overachival zadeve, ne, skozi sem šel čez tisto mejo, ki sem jo napisano, sem se pol vmes spontano nekaj spomnil in sem naredil, ne, ali sem bil za to plačan ali ne, lej, mi je bilo takrat vsem, ker je bilo ono, jaz želim, da se ima folk fajn, da je zraven mene in to me še zdaj nekako to vod, ne, in to je to, no, tako da. Se pravi v to noter si bil furan čist po nesreč? Po nesreč, ja. In tekom vsega tega dogajanja si odkril sebi, da tvoj neka strast je, da želiš, da se ljudje dobro počutijo poleg tebe. In pa si videl te dogodke in tam si vedno bolj rastel in na koncu si prišel do tega, da si vodil tudi najino poroko, a ne? To je bil tvoj pik, priznaj, voditi poroko Batmanu oziroma Deadpoolu, a ne? Više ne gre, ne? Sem imel kar tremo drugače, to ti moram priznati, ker si rekel, on zdaj kar zahtevam fant, ne, a veš. Tako si me gledal, lepo. Ej, da gremo še malo nazaj, bova tudi povedala, kako sta se spoznala, ker zgodba je sila nenavadna, bi rekel temu, a ne. Ampak precej ležarje na plaži z raznimi občutki. A bo res toliko daleč šla, ne? Ja, bo. Pač, če je bila moja poroka tvoja, se pravi, Sara je vprašala, če je bila moja poroka tvoja prva poroka. Ne. Ne, okej. Ni bila, sem delal več porok že, ja. Je bila pa njegov vrh porok, ker, ne, hecam se, ampak. Dobro, ne, vsaka poroka je rad da se vsak dogodek, je tudi pač, imaš zaradi ljudi in vse to, ne, tako da, tudi če delam isto stvar, je vedno drugačen rezultat, tako da. Celeb 27 napisal, njegova je bila vrh, tako da ne vem to še kdo je to, ampak očitno te pozna in je napisal. Kaj rekel si, njegova je bila, Tako da, okej, Domenkle. Jaz pa ne vem, kdo je to, sam ne bom povedal. Je napisal Domenkle. Domenkle, ja, ti se mi zdi, da je to, veš. Okej. A to je ta najboljši prijatelj. Tako, okej, Domen, dobrodošel, Sara, dobrodošla, hvala za vprašanja. Vsi ostali, če imate kakšno vprašanje, kar šutamte ven, kakšen komentar. Ravno zato sem tudi zbral Twitch, ker fora je, da tlej gradimo eno skupnost ljudi, ki pridemo, se družimo, se imamo fajn, vaša interakcija poteka pač prek četa in lahko karkoli vprašate, komentirate, lahko tudi rečete pismo, ko se ta gre s to hecno frizuro, daj postriž se, kar šte.
v glavnem bomo še razvijali skupnost tudi naprej. Ena od idej je tudi, da mogoče vi povete, kako bi si vi želeli, če imate kakšno boljšo ime za naslov oddaje, karkoli za Acota, naj malo zraste, pač karkoli. Jaz si tam na začetku kot Mike Giant, da me malo pohiti. Ja. Kdo gleda frizure, Acko, ti, ne vem, gledamo frizure. Jaz ko gledam mojo, ki sem hotel imeti kapo gor, meni kole, No, v redu si, v redu si. pustimo to, nismo tle zaradi frizure. Anyway, ok, se pravi, svojo firmo si imel, šla je, pač lahko rečemo, navzdol fino s tem dogodkom, kjer niste dobili plačila, hkrati si se pa uporabil v to animacijo, a ne? In kaj se je pa zgodilo s tem podjetjem, a ne? V bistvu je tako, da z Domom so bila vedno support, pač brez njega pač tudi tista leta ne bi šlo tako, bom rekel, lepo čestno, ker je bilo, ne vem, jaz mislim, da povsod rabiš vseh, ne vem, teh obdobjih življenja rabiš nekoga, da se lahko opreš na njega, ki je nekako, ko bi rekel, tvoj partner in crime, bi rekel, ne, brother from another mother, jaz njemu rečem, ne. V bistvu je tako fora, no, da pač nisi sam, no, tako, in da se lahko nekomu zjokaš, poveš stvari tako, kaj je. In najbolj v bistvu ceniš take prijatelje, ko ti direkt v faco povejo tudi tisto, kar noče slišati ali pa ne želi slišati tisti trenutek, ampak on ve, da je to pač prav, da ti pove in to se najbolj ceni. In pri nama je bila tudi ta kombinacija takrat, ko so bila tudi poslovna partnerja in midva energetsko, so si ful podobna, ker so oba da, sončka, kamor prideva je tako bum bum, ne. Drugače si pa kar tako, no, ker si pomagava pa, ne, si pa poveva v faco točno tako, kaj je, no bullshit in to najbolj ceni en pri drugo, no, da se ne šparava in zato pa tudi lahko sva gradila tako prijateljstvo, da ga imava še zdaj, no. Je napisal je, da mu gre to ful na živce, ampak I love it. Super, ja, se me ima rad, jaz ga imam tudi rad zaradi tega. Meni gre tudi na živce, ko mi on kakšno stvar pikne, pa si rečem, si mi mogel zdaj to reči, ampak glej, to je ona stvar, ker ti kot oseba rasteš in prijateljstvo se poglablja in v bistvu je dobro imeti v lifeu take prijatelje, no. Tako da je, no, pač to zelo pomembna stvar. Ampak če se vrnem nazaj, se pol iz tiste točke dol, sva pol midva začela drugače gledati, so si postavila sistem, da ne bova več naivna, da ne bova več imela, ne vem, teh breakdownov, kakor je bilo to, da sva tudi drugačne plačilne pogoje, avanse itd. Vse sva uvajala. Tako da nam je začel pol tudi rasti, ne, so tudi imela pol zelo dobre projekte, tudi ljudi, so se tudi odločila, s katerim hočeva sodelovati, s katerim nočeva, sva v bistvu se malo bolj začela postavljati zase, malo hrbtenice postavljati firmi in vse to. Tako da to je šlo pol vse na cool na gor. Pa se je pa meni vmes zgodila stvar, ki je takrat tudi nisem niti sploh pričakoval, ker jaz sem itak kot animator, ki sem delal in pa sem v enem obdobju, ker sem jaz končal faks, a ne, in nisem imel več statusa in vse in sem si pač tudi jaz mogel, ne vem, te animacijske zadeve malo plačevati, ne, plačevati, da bi sem izstavljal račune za to, ne, ker prej, študentska napotnica ti gre in kaj boš pol, ne. In sem si odprl SP in pa je bila ta zgodba čisto tako, da, ne vem, sem posod, ker sem si naredil nek renome v tistih letih kot animator, speaker na dogodkih, ne, so me začeli večkrat klicati in te vikende pa za to porabil, te dni sem pa pač ne ustvarjal z Domnom, ne. Pa sem pa prišla do ene točke, ker sem jaz dobil eno pomlad, sem dobil enih 5 povpraševanj, če bi šel, ne vem, na Spring Break, na Goran Dragič Camp, na še ne par takih nekih eventov je bilo in če bi jaz lahko zraven še, ne vem, če poznam kakšne ljudi, s katerimi, ne vem, bi jih lahko zraven imel, da bi z mano delali, da bi pač mi to vse imel. In takrat je bilo ono, in jaz sem takrat do neke ponudbe ven, ne, če zdaj nazaj pogledam, ful nisem znal kalkulacije narediti, ker to je bilo, ne vem, najbolj poceni sem bil v lifeu, ne. Zdaj bi te samo malo ustavil, preden greva na to zgodbo, predvidevam, da zdaj boš povedal, ko si naredil Fun for You in tako naprej, a ne? Ja. The best. Sam bi te tle še malo ustavil, bilo je tudi vprašanje, ne? Sprav, koliko časa sta z Domnom prijatelja? Od 27, se pravi 13 let. In vprašanje je bilo od Sare, kako sta ohranila prijateljstvo tako dolgo? Kaj bi ti rekel, da je ta srčika vajnega prijateljstva? Ker so bila en drugemu ful iskrena skozi, bila sva si podpirajoča. V bistvu, no, jaz sem bil skozi tam za njega, on tam za mene, to je to. Pač meni se zdi, da iskrena komunikacija, avtentična komunikacija, da si poveš res vse, da ni v njih zamer.
A veš, da tudi če imaš zamero nekaj časa, ne vem, teden, dva, da pač, kad drug začuje talo, daj povej, kva te moti in si poveva in to je to, mi nas zelo hitro si to pač sklirava, ne. Ne morava se pustiti v unem vibu, da nisva cool med sabo, no, tako. Zato sva nekako tudi že toliko časa, plus to, ker so nama vsi govorili, da ne mora biti zdaj best frienda, pa cimra, pa še biznis furat skupaj, ne, da to se bova zih skregala in ko denar prišel vmes in da bova ne pač šla na razen in tako, ampak v bistvu nekako da se, no. Ampak da se sam na način, da si res avtentičen pa transparenten en do drugega, no, tako, v bistvu. Pa itak se imava ful rada, že ljubezen na prvi pogled, ker sem jaz njega prvič videl, sem se čisto zaljubil vanga, no, njegovo energijo, ki je tam skakal, ki je plesal hip-hop, ko v bistvu je tudi on moj prvi učitelj hip-hopa, tista pol leta, ki sem treniral preden si mi je kolen malo frljerbal, ne, tako da. Ok, cool. Ok, se pravi neka ta stvar, ki je vedno pri odnosih, a ne, avtentičnost, iskrenost in da tam stojiš no matter what, a ne, ni važno, kaj se zgodi. Pa sproti komunicirati, to, sproti, da ni zdaj ono, ne vem, zdaj se mi nekaj zgodi, meni ni to cool, ne grem v komunikacijo, zadržujem nekaj to vse, pa si govorim, kako je on zdaj, ko on ne ve, zakaj ne ve, da meni to ni cool in gor dol, ampak on ne ve, pa jaz mislim, ti moraš povedati in ko mu poveš, a ne, podobno je velikrat bil izziv, ker on je zelo tak direkten in vse, a ne, in pač pove in se ljudje mu bojijo povedati nekaj, ampak če oni njemu povejo, on reče, ok, samo povej mi, ne, that simple, a ne, in jaz sem mu to povedal in on isto meni povedal, ja, se tako, kaj je napisal, ne, mu grem kdaj na živce, valjda mu grem, ne, se gre on tudi meni kdaj na živce, ampak se ima vali zato to krada, ne, zato gre pa ta stvar tudi čez, ne. To je v bistvu po moje, no, ta osnova, ki bi ga dejansko vsakmu privoščil, da ima nekoga takega v življenju, no, ali pa več takih ljudi. Ok, awesome, in pol si tudi ta poroka, ki je on prej omenil in ti si bil priča na tej poroki. Tako, priča pa še vodo sem je zraven, sem je dvojno čast sem je in privilegij. Ja, domen tvoja je buša, on je bil te priča in vodo, meni je sam vodo, damn it. You win, buddy, you win, cool. Ok, cool, malo bolj sem te dal na glas, ti nisi tega občutil, sem za stream so napisali, da je malo bolj, da si tih, tako da jaz te imam zdaj full bull v šesih, pa tudi ljudje, ki gledajo, tako da to. Ok, cool, se pravi domen in ostala sva tam, ker si rekel Team Fun for You, preden se je začelo ustvarjati, dobil si enih 5 ponud od različnih, se pravi, naročnikov. In kako si pol kreiril? Rad bi sam tako povedal, ne, se pravi, v osnovi smo tle za najstnike, ljudje, ki se iščejo, ki iščejo svoj namen. In ena stvar, ki recimo je tudi prejšnjič Matic omenil, pa zdaj ti, a ne, vse pride čez to, da si odprt za priložnosti in željan iskanja, kaj je tisto, kar te bo res navdihovalo, da boš nekaj počel s strastjo, a ne, nekaj počel res, da boš rekel temu, tu je tu, kar mene kliče, oziroma, ker dostikrat ljudje pol tudi rečejo, a ne, jaz ne delam v lifeu, pač me jaz pač, ko bi rekel temu, ne delam, ampak samo ustvarjam, a ne, v tem smislu, nisem delal sekunde v življenju, odkar sem to odkril in dostikrat pol mladi tu slišijo, kakor, ok, ti samo rečeš, da bi tam nekaj ustvarjaš, nekaj dogaja in pač ne rabiš delati in ne rabim šole, ne rabim trdega dela in tako naprej, ne. Medtem, ker ni tu pač ta poanta, ampak poanta je, da je še zmeraj zadaj trdo delo, ampak se ne zdi kot delo, če ti nekaj delaš s strastjo, a ne. Tako. Točno to, kar si rekel. Podpišem v prvi sekundi, zdaj, to. Ja, tako da, če kaj želim tle predati je, da ja, še vedno boste delali, ne bo se vam pa zdelo kot delo, če je tu nekaj, kar res radi počnete, če je tu vaša strast, ljubezen in tako naprej. Ok, cool. In pol so prišla ta povpraševanja, rekel si, nisem si znal glih postaviti cene in kako se je to dogajalo. A ne, meni je tudi zanimivo, omenil si Goran Dragič kam, kako te Goran Dragič kam pokliče? Ja, to je spet splet okoliščin, ne. Pač govorim, da vse, kar se mi je dogajalo v življenju, ko zdaj pogledam za nazaj, ne, je fora, da pač, ko sem bil odprt za neko priložnost, pa sem, ne vem, delal na Taboru, pa me je tam en spoznal, pa sem pa kar naenkrat delal v turistični agenciji Palma, pa sem bil tam animator na Motorancih, a ne, in sem tam pač bil in pol iz tam me en drug vid in, a veš, ne, to je v bistvu samo povezave, točke, ki pač, ne vem, nekih dejanj, ampak v bistvu, če povzamem nekako generalno, je mene vedno vodilo to, da vse, kar delam najboljš, kar lahko v tistem trenutku in kar znam.
in nadgradim. In vsakeč sem bil dosti samokritičen, da če kaj nisem dobro naredil, da sem tudi pač sprejemal feedback, da mi, ne vem, če mi nekdo rekel, jo, to pa nisi dobro povedal, to nisi dobro naredil, sem vprašal in sem vzel tisto, kar je meni rezoniralo, nisem vzel mnenja drugih kot uno, zdaj pa, ne vem, mi je rekel, da je čisto bilo za nič. Pa če se jaz zase počutim, da sem nekaj dobro naredil, pa da vem, da lahko izboljšam, vzamem, kar lahko izboljšam in naslednjič to naredim, ne? Da si pač boljši zaradi tega. Ne? Se pravi, da si kritiko nisi k srcu jemal, ampak si v bistvu jo izkoristil kot priložnost za rast. Tako je. Okay, to je tudi ena zanimiva, ne, ki dosti ljudi se utopi, ki dobi utopi v glavi, ne, rečeno ne zares. Ki dobiš kritiko in kar naenkrat, shit, jaz sem ful slab, to ni zame in greš in iščeš nekaj drugega. Ne. Dejansko ti si rekel, jaz to rad počnem, rad delam, rad to dajem ljudem. Očitno, če so ljudje videli, da imajo neko kritiko na to, da pač nisem dobro naredil, kaj lahko naslednjič naredim, da sem boljši. In nisi zato quittal, kar sem odnehal, kar se dostikrat zgodi. Enkrat probamo, odnehamo, pa je konc, pa dejansko si šel in se učil. Ja. Tukaj bi v bistvu dodal še to, da kar jaz opažam na splošno pri ljudeh je to, da se bojijo fejla, da bojijo se narediti napako, zato ker pač mislijo, da je to zdaj nekaj ful slabega. Napaka je slaba iz mojega vidika, no? To je čisto moj pogled, da je napaka slaba samo takrat, ko ti ne prevzameš odgovornost za to napako. Ne? Ti prevzameš odgovornost in tvoj attitude oziroma odnos, reakcije na to, kako ti na to deluješ, je v bistvu meni pomembna. Jaz to pri ljudeh tudi na splošno, ko sodelujem z ljudmi ali pa karkoli gledam, kako nekdo reagira na nek fail, ki ga on naredi. In jaz si želim, da ljudje delajo faile. Jaz tudi podpiram ta fail. Se pravi, naredi napako, poglej, kaj je tam bilo zate, ker v vsakem trenutku, ko si ti izbereš neko pot, je v bistvu vse boljš, kot da si na mestu. Ne? In pač je point, da ti laufaš naprej in ko narediš napako, ne, recimo, ne, tudi, ko sem malo tudi spremljal, študiral te malo zelo uspešne ljudi, Richard Branson recimo naredi 100-krat več failov na dan, kot mi naredimo. In zato on tam je, kaj je. Ker si upa. Zdaj on je rekel, ja, on ima zdaj ful denarja in vse to, ampak on tudi ni imel denarja, pa pač failov. Najde nek način, kako izboljšati vsako stvar in pol je nekaj mu, ki pa reče, ne vem, overnight success, da je pač, ne vem, čez let, da je uspel, ampak jaz verjamem tudi v to, pa tudi, če gledam zdaj preseb situacijo, ne vem, da sem mogel kar x, ne vem, 5-6 let trdo delati na temu, da sem kar čez noč zdaj pa dobil te priložnosti, ker pač to se ti akumulira, vsaka dobra stvar, ki si jo nekdaj v preteklosti naredil in vsaka odločitev, ki si jo naredil, te pripelje do neke, ne vem, priložnosti v prihodnosti in potem je na tebi, ali ti sprejmeš ali ne, če jo sprejmeš je cool, če jo ne sprejmeš je tudi v redu. Pač ni to zate, pa greš nekaj drugega, se ti bo odprl. To je, možnosti je neomejeno in pa je pa odvisno od tebe, kjer boš izkoristil, kjer se ti obrne in pa kaj rečejo, on je pa čez noč uspel. Vse meni, če bi rekel, ne vem, ker sem star 21, pa preden sem domno spoznal, da bom jaz imel firmo, pa da bom to zdaj vse, kar tukaj govorim, počel, bi rekel, da je na glavo padel, jaz takrat pa nisem, pa bi sam samo počel v lifeu, ne. Nisem imel nobenega, ne vem, da bi me vodil, nobenega mentorja, nisem sploh videl, izgubljen sem bil v svetu, ne, tako. Tudi nisem poznal ljudi, ki bi mi lahko pomagali, ne. Tako da. Ok, super. Zato si pa danes tle v Rade volje prišel in si bil ful navdušen, nič živčen, nič ti ni bilo strah. Zdaj sem v coni obdobja me mečeš samo toliko, ne, da vsi, tako da ja, hvala za to. Ja, malenkost, Rade volje, tudi jaz podprem svoje prijatelje pri coni obdobja, da jo prekoračijo. Ok, cool. In pa si delal te priložnosti, si rekel. In kako je pol prišlo do tega razcveta Team Fun for You, da ste danes, kjer ste, da ste delali z vsemi temi Junior MBA, Goran Dragić kampom, verjetno več let, kaj ima že par let, ne? Z Goran Dragić? Ja. Ja, od prvega leta. 6 let. Pa zdaj si bil še, sem videl, Marko Tavares tudi, ne, njegov kamp si. To je bilo zdaj na dan, ja. Ja, v bistvu je bilo tako, da takrat, one priložnosti so se vse sprejele in potem je bilo tako, da ne vem, da zdaj tisto zgodbo zaključam, kako sem ta prehod naredil, je bilo tako, da so se en dan z domom usedla in so se pogovarjala in tudi on je meni rekel, da ne moram biti na 2 stolčkih, ker je bilo časovno nemogoče handlati oboje in da je ok, da nekaj bom mogel zbrati, ker pač bom pregorel, ker tisti trenutek ni šanse bilo, ne vem, iz mojega vidika znanja in delovanja voditi 2 firmi, ki sploh
takrat sploh se še ni Fun for You rodil, po domač povedan, ker Fun for You tisto poletje sploh še ni bil Fun for You, tam sem bil jaz, pa pač moji prijatelji. Ne? Fun for You sem jaz uradno pol naredil takrat oktobra, ne? Da se je ustanovil. V glavnem, Spring Break je bila prva taka priložnost, pa še ta Goran Dragić Camp in vse to, no? Tako da, ali pa sem malo pomešal te časovnice, nekaj tam v tej smeri. Ker sem dobil vse to, ne, in sva se pa zdolno to pogovorila in nekako sva šla lepo, mislim, narazen in to je bil meni zelo težek moment v lifeu, ker sem bil zelo navezan na tudi IT in na spletne strani in vse to, kar so tam počela, mi je bilo ful dobro to delati, ker to sem študiral in tisti, ki me poznajo, tudi če vprašate mojega brata, tam jaz sem skozi kompom popravljal kompe, da gor, dol, levo, desno, ne. Mi je bilo zelo težko to odločitev sprejeti in sem kar tako, mislim, da en mesec pa pol kar malo tako slabe volje, pa malo sem se distanciral, če se prav spomnim od Domna, ker sem mislil, da mi nekaj ful slabega hoče in dela, ampak sem vedel, da pol, ne, zdaj, ko gledam za nazaj, je bilo v bistvu, je prav, da me je postavil pred to dejstvo in da so se nekako to odločila, ker so se, ker je pač vsak šel svojo pot, ampak vsem so se podpirali in še zdaj se podpirava, se dobiva, se poveva stvari in si pomagava, ne, tako da. Če bi samo tu šel noter, ne, prej tudi kaj Sara za prijateljstvo, ne, koliko je, mislim, itak si že rekel, ful vredno je imeti take ljudi ob sebi, ne, ampak recimo, da si prenesel tu in da si dejansko videl, da on želi tebi nekaj dobrega, ki ti je rekel, lej, zdaj se pa odloči, na 2 točkih ne moreš biti, ker za veliko ljudi to obstaja kot grožnja tudi na osebnem nivoju, ne samo poslovnem, ne, se pravi, da si mogel 2 ločnice dejansko potegniti, ne, nekaj je poslovno, nekaj je osebno, ne. Logično je verjetno bilo posledično, se boste tudi manj videla, če ne boste poslovno sodelovala, ne. Ja. Ampak ko si rekel ta mesec pa pol, ne, kaj se je takrat dogajalo, ker, da veš, taj bi res redal ljudem, ne, tu se mi je zgodilo, zdaj neke časovnice pregledujemo in malo gledamo, ne, pa kako dejansko se soočiti, ker to je real life thing, ne, to je res tista življenjska, ne. Imaš firmo s prijateljem, toliko časa sta skupaj delata in pol naenkrat se tebi odpre še ena druga priložnost in hitro lahko to rati, tako ki si rekel, ene grožnje, a ne. In da si ti uspel vedeti, da dejansko tu ni grožnje, si tisti mesec pa pol, ki si rekel, da si tu predeloval. Kaj je bilo takrat tam dejansko? Jaz sem takrat to vzel kot, ne vem, pač ful sem se slabo počutil sem se tudi tako, kakor ne vem, da zdaj, ne vem, zapuščam best frienda ali pa da on mene in da to pač ni fair in zakaj se zdaj to dogaja in malo sem self-blame delal, ne, sam sebe sem obtožil za določene stvari. Pa sem bil jezen nanj, ker mi je dal ta ultimat, da sva nekako prišla do tega in sem ga pač tako kar na momente je bilo tako, joj, ne morem ga sploh slišati, a veš, ne, ker sem bil toliko jezen na njega, da pač ne, tako sem se doma sam s sabo pogovarjal in tako, oziroma tudi pogovori sem imel malo bolj hladno, ne, sem bil dosti tak. To je. Pa ne vem, pa sem se pa spet, zdaj se ne spomnim točno, ker to je bilo že nekaj let nazaj, ampak kakor se jaz spomnim, je bilo tako, da so se pol tudi večkrat dobila, pogovarjala in vse to in se šla nekako skupaj čez to. Jaz pač nikoli nisem, najno povezava, ki je bila takrat in tudi to, kar sem jaz čutil do njega kot prijatelja, je bilo pač večje od tega, kar sem tisti trenutek čutil ne, tisti je bilo momentalno, ne, tako da še zmeraj, on je tako, no, pač kakor, ne vem, tebi nisem mogel reči ne za ta šov, ne, čeprav ne, me je bilo strah pa cono obdobja, ne, na njega pa ne morem biti jezen nekaj časa, tako, nekaj tak človek, ki mi je toliko zlezel pod kožo, da pač ne gre to čez na ta način. Thanks, Aco, meni je ful težko reči ne ljudje, tako da pazite se me. Ampak če tako poleva, ne, kar po drugi strani še fascinantno, ne, sprav, ti si v biznisu z najboljšim friendom, dobro vama gre, predvidevam, da vam je tako še pol že dobro, ki si rekel, ne, in hkrati si razvijal to smer animatorstva in pač MC-ja in vodenja dogodkov in tako naprej, ne. In pa pride ta možnost, da ti greš, ne, in ti bi takrat lahko rekel, komot ne temu vsemu, Goran Dragić Campu, Spring Breaku, celoten pač ta tim, komot bi rekel ne, a ne. Ampak nisi. In kar bi rad dal tle je, da točno to se nam večkrat zgodi v življenju, nam se odprejo priložnosti za nekaj početi, ne. Ampak hkrati tu nekaj od nas zahteva. A ne, tebe je zahtevalo, da si ločil se recimo od svojega najboljšega prijatelja poslovno, a ne.
In če poslušaš zgodbe tudi drugih ljudi, je velika tu od nas nekaj zahteva. Recimo Matic je zadnjič rekel, v tistem trenutku, ki je on razvijal za sebe kot osebnega trenerja, je oče doživel hudo bolezen raka na pljučih in kasneje preminil. In to je nekaj zahtevalo od njega, da je on hkrati razvijal. In to bi rad predal. Kar mi hočemo početi, nekaj zahteva od nas, da res počnemo. In pridemo prej, ko slej prideš pred dve izbire. Ali boš šel po tej poti, kjer si zdaj, in to razvijal, ali bo šel za unim, kar te res vleče, pa ni mogoče v tistem trenutku tako jasno, bo tudi za tebe najbrž, ne? Da je to, kar bi ti rad počel do konca lajfa in da si za to preplavljen. Takrat je, kot si rekel, grožnja, ne, ta Domen je obstajal kot grožnja, riskirati prijateljstvo dejansko zaradi tega, da danes počneš to, kar počneš. Ne. In, ja. Ne, sam tu bi rad zaključil, da pač niso tu lahke zadeve v smislu doživljanja vsega in procesov, ki se dogajajo, so pa nujno potrebne, če ti hočeš res uspeti in ni za tem, kar počneš v življenju. Tako jaz vem, tako je isto tudi zame. Jaz na koncu bi lahko od mami firmo prevzel, lahko bi delal oče pozna, ki je bil direktor muzeja, vse direktorje večjih firm v Novem mestu in bi lahko bil v katerem podjetju, ne, jaz sem pri marčnih bojevnikih, delam te delavnice, ne služim tukaj, bi si hotel služiti. Zdaj je taka situacija, ki je v koroni, imam isto izbiro, ali bom zagnal nekaj online, pa pač delal to, kar bi res rad že od, ne vem, kar vem, da streaming obstaja, bi rad bil streamer. Ali ne, in nekaj bo vzelo in nekaj vzame tudi konec koncev od Urše, moje žene in tako naprej. So te ljudje okrog nas, ki pa na koncu stojijo, ne, in so del enačbe vsega tega. In ok, pa si šel v to zgodbo in pol, daj mi povej, potem si rekel oktobra, po vseh teh projektih si ustanovil Team Fun for You, a ne? In kaj si odkril, ne, se pravi, malo sam tako, če na hitro poveš, s katerimi večjimi imeni oziroma si vse sodeloval in kaj si odkril v sodelovanju z temi ljudmi, a ne? Ker verjamem, da si nekaj je posebenega, recimo, če sodeluješ z Goran Dragič Campos, si bi tam tudi z njemu v stiku in tako naprej. Se pravi, kaj si odkril v vsem tem procesu. In Mary sam tako je komentirala, igrati igro življenja v vseh odtenkih, ja. Strinjam. Ja, res je, ja. Mislim, sam prej bi še nekaj dodal, no? Da v bistvu mene je bilo še takrat strah prevzeti odgovornost, ker jaz sem takrat, ko sem bila dva, je bila odgovornost deljena, veš, tam sem bil malo v varni coni obdobja in to, ne. Domen me je vedno znal brcen toriti, on je bil ono, do or do not, there is no try, ne. To je njegov Yoda stavek, ki je bil vedno meni šel na živce, ne, ker sem bil vedno cono obdobja, pa je on bil ki je haral, ne, tam gre, oblaki, jaz sem bil polno prizemljen, ne, dajmo počakati, dajmo, ne. Zato so bila tudi zelo kompatibilna kot partnerja, ne. In zdaj, ko sem šel ko bi se mogel iti na svoje, sem bil zdaj bom pa sam, kaj bom zdaj, a veš, ne. In tudi on mi je takrat, zdaj to sem hotel še povedati, da v bistvu je on meni odprl temu, ki je rekel, da sem jaz ustvarjen bolj za to, za animacijo in da to tisti moj life purpose, ne, da zabavam ljudi, da sem po naravi tak in vse to in da v bistvu je to bolj zame, kakor pa da ostanem v tem IT svetu, no. Tako da me je tukaj tudi podprl kot prijatelj in mi še zdaj pomaga in podpira in je moj glavni navijač in tako, povsod je tako fan, nisem fan, pač, ne zdaj ne, ampak tako govorim. No, razumem, pač sej, največji fani naši so ljudje, ki nas imajo radi, a ne. Tako je. Pač, ja. No, v glavnem, ja, zdaj, kar se tiče teh, bom rekel, Goran Dragič, Junior NBA, ne, kaj je napisal. Eden je komentiral, ja, fani. Fani, ja. Ne vidim četa za to. Fani. Kar se tiče teh glavnih zvezdnikov, no, kakor je Junior NBA, ker sem bil tam s temi košarkarji, ki so, ne vem, Boris Diaw, pa Francisco Nelson, ki je igral, pa pa so bili še teli, no, v glavnem, pa tudi vsi ljudje, ki tam delajo, ne, pa če dodam zraven še Gorana Dragiča, pa tudi Markosa Tavareša lahko dodam, pa Tine Urnot Camp smo tudi pomagali delati, ne, tako da, kar je skupna točka njim vsem je, da so oni skromni in pri nas njih se sploh ne ve, da so oni, ne vem, vele zvezde, da imajo, ne vem, milijone na računu, da so ne vem kaj, ker oni so ljudje, to je človek, to je v bistvu, jaz pridem tja do njega, če si do njega obnašaš kot človek, se on tudi do tebe, on sploh nima tistega zvezdniškega sija, to je tako, pogovarja se s tabo, heca se, to je tako res navaden človek, to je tako nerealno, pač, kad to doživiš, jaz, kad sem zvedel, da bom šel na Goran Dragič camp, je bilo tako, da je moj brat, ki pozna to, ki je organizirala takrat ta camp,
je njej rekel, da sem jaz bolj primeren kot on za to delati in on je pa itak takrat me neko drugo zadevo za delati in mi je nekako predal to mesto. In ob tem lahko povem, da sem tudi spoznal Majo, ki zdaj tudi še zmeraj dela pri nas. Ker se tudi ta spet, kako je tudi ekipa se sestavlja, je bilo to tako, da je pač Sanja, ki je takrat meni ful pomagala, je v bistvu ni mogla iti na ta kemp in je ona rekla, imam prijateljico Majo, in da se z Majo v petek spoznala, v soboto sva šla na kemp in je folk mislil, da se mi poznava tako x let, ker sem imela tako odnos že med sabo, ne. In tam sva se pa ful pogovarjala gor dol in pač zdaj v bistvu že, od začetka v bistvu fanforijo, par mesecev jaz pa mogla še delovati, da smo pa dobili pozim še roglo, da sem lahko nekako finančno videl, da lahko gre, da se gremo zaposliti in tako. Čeprav moram tudi poudariti, na začetku je Luka, še Luka bil zraven, ker Luka je že samega začetka tudi isto zraven, enega sem pa spoznal v San Simonu, ki je delal vodno aerobiko in spet, mogoče kot message vsem, da jaz takrat nisem sploh daleč od fanforjuja, daleč, In ker sem jaz njega videl, kako je on vodno aerobiko delal, brez mikrofona, sam muska, ker je takrat mu vse šlo v franže, in kako je on tam aktiviral une ljudi, je bilo meni tako fascinantno. In sem sam rekel, ok, tega človeka, pač čisto sem navdušen bil na njem in sem vzel kontakt, da bi še kdaj sodelovala. In potem, ko sem sodeloval v fanforju, sem ga tudi poklical, sem mu razložil vizijo in je tudi vzel za svojo. In sta pa tudi na začetku, ona dva pa Sanja takrat, ki je še bila, smo v bistvu za zelo, bom rekel tako, majhen budget oziroma bolj iz danes na jutr, da smo lahko skrirali zdaj to, kar imamo zdaj. Tako da to je to. Goran Dragič je pa načeloma tako, bom rekel, res, ne vem, kaj te zanima o njemu? Res nisem niti hotel iti v to smer, če sem čisto iskren, da bi zdaj tle razglabljali o ljudeh, s katerimi si sodeloval. Ampak ja, tako mislim, da si povedal to, kar si rekel, da so tu res ljudje, ki pač delajo, kar delajo zelo dobro, zato so tudi plačani temu primerno, kakorkoli zdaj lahko gremo ocenjevati, ali je nekdo vreden 20 milijonov na leto, ali ne, tudi ni itak na nas. Ampak ja, bolj me je zanimalo, kaj si ti od njih pobral za sebe, za svoje življenje. Mindset, njihov pogled, to skromnost, ta način, da so, ne glede na to, kaj ima v življenju, pač je še zmeraj tam zato, da ti pomaga, da je, ne vem, dostopen. To se tudi Goranova zgodba ni, on ima tudi starše, recimo, ki se niso mogli privoščiti, on je bil tudi underdog v srednji osnovni šoli, bil najslabši v košarki, recimo, od teh, ki je igral, pa je le, ki je zdaj, Tako da, pač, ta stvar, da v bistvu denar, slava, da nekako tebe kot človeka ne definira, valjda ti izboljša lifestyle, standard in vse, ampak kaj ti narediš za to, pol s tem denarjem in tako, da daješ, ne vem, nazaj ljudem, kreiraš neke stvari, da on dela tabor, isto, da otrokom prenese svoje znanje in to je meni všeč, pri teh ljudeh, ta, dobrosrčnost, dobrodelnost, pomaganje, biti tam za ljudi, prenašati znanje, to naprej, da v bistvu ne drži ga zase, pa si sem pa jaz kle, ti si kle, ampak obravnavate tako kot, ne vem, navaden ga, pač tako, friend, mi da sva na istem nivoju, ne glede na to zdaj, a on ima zdaj ful več denarja, ker to se ne ocenjuje po takih stvareh, ampak v bistvu po temu, kakšen si ti do nekoga in kakšen je on od tebe, odnos, ta stvar je v bistvu ključna, ker bi jo te podaril, po moje, Od vseh sem to dojel, tako čisto vsi so na tak način narejeni, Ok, se pravi, bi lahko rekla, da se zavedajo, da oni brez dobrih odnosov ne bi bili, kjer so. Ja. In to dajejo tudi naprej. Tako, ja. Da to govorijo, ta hard working, pač to, da vsak dan počneš neke stvari, da te pripelje do naslednje točke, samo evaluacija, ta zadeva, da pač, ne vem, kritike sprejemaš pozitivno, fejlaš, prevzameš odgovornost, greš naprej, take stvari, to se mi zdi neke ključne stvari, vodila v življenju, da pač iz vsake situacije odneseš nekaj pozitivnega, tudi če je heartbreaking ali pa se ti zdi tisti trenutek, da bi se najraje zakopal tam v zemljo pa rekel, dosti je, ne da se mi več, ampak da rečeš, ok, dosti je, ne da se mi več, ampak pa bom pa zdaj naredil za to, da bom jutri imel boljši dan, ali pa čez 1 uro boljši dan. Tako. Ok, cool. Nekaj, kar se mi zdi, da lahko večina nas vzame. Ampak, ok, dajva še tu zaključiti, pa greva še na par tem, ki bo malo več smeha, pa tako naprej. Ampak,
Daj mi povej, Team Fun for You, kako se zdaj soočate s to situacijo, ki pač je korona, kriza, vsi smo mogli biti doma, vemo, da ste vi odvisni od dogodkov. Kaj je bilo treba drugače, ali pa kaj je bilo treba sprejeti, ali pa kaj je bilo treba vključiti ekipo, da v bistvu še zmeraj lahko obstajate in da nisi rabo nobenega spustiti zaradi tega, ker je situacija takšna. Ali pa če si ga, ne vem, pač, kako si se ti tega lotil kot šef. To je v bistvu zadnje od najbolj zadnje možnosti. Ne? Bom tako rekel, ne, odkar je tudi Fun for You sploh ustanovljen bil, je prva stvar je ta odnos, ne? Se pravi svoboda pri delu, da vsi v bistvu si vsak zase spostavil svoj urnik dela in v bistvu tukaj damo veliko na odgovornost, se pravi, da vsak prevzame odgovornost za svoje področje in je to narejeno. Ne? Važno, da je delo narejeno, nima veze zdaj, kdaj ti to delaš, delaš to ob 8, 10, opolnoči, greš ob 11 na nohte, ob 5 na trening neki, pač glavne, da je, ne vem, da komunikacija s strankami tako deluje. Ne? In zdaj iz tega team culture, se pravi, kako mislim, osnovno iz mojih vrednot načeloma, ne, sem jaz pač tudi, zakaj sem tudi načeloma nisem šel nikjer delati kot, ne vem, vodja projektov za druge firme, zato ker sem pač ta odnos vodilnih me je vedno motil, ker pač so bili vsi tako deli, nemogoči pogoji, ne razumejo, kako je na terenu in gor dol in ne, pač nam je lažje, ker mi vsi smo iz terena in lažje pač tudi razumemo, ne vem, naše animatorje, ki delajo, ne, točno mu znamo pogoje zagotoviti pri naročniku in vse to. In to bolj cenimo. Ne. Tudi ta, kar v bistvu sem najbolj ponosen, da smo ustvarjali v teh letih, je ta kultura podjetja, da imamo animatorje, ki radi delajo za nas, ne ljudi, da so to v bistvu, da smo prijatelji, da tudi zdaj se z vsakmu pogovorim, da se lahko vsakmu objamem, ne, da noben ni pod stresom, ki mene vidi, ne, in tako naprej, da naziv v bistvu ni zdaj neka vodilna zadeva, da pač tudi, če sem jaz kot direktor, da to ne pomeni zdaj, da sem pa zdaj tam bav, pa da če kdo zdaj nekaj tam narobe naredi tako, ampak jaz sem bolj tam v supporti, tudi vsi, Luka, Špela, Maja so tudi vsi taki, ki pač to razumejo in dajo to naprej, vzgajajo naslednje generacije, predajajo znanje, izobražujemo tako naprej. Tako da iz tega vidika, no bom rekel, da nam v karanteni je bilo lažje, zato, ker pač v karanteni se tudi pokazala te odnosi, ki si jih prej gradil v firmah, ker sem član dosti velikih društev in tako naprej, so v bistvu imeli vsi izzive z ekipo, ki je delala remote doma. Ne? Mi smo že tudi prej v doma delali in počem to povedati, ker smo si že prej postavili tak sistem, za nas ni bilo zdaj to, manj smo se videli, ni bilo pa zdaj tudi nekaj novega. Mogli smo si pa postaviti pravila, ne vem, zjutraj se dobimo takrat, povemo, kaj moramo narediti, v 3 se dobimo, povemo, kaj smo naredili. Malo več je bilo komunikacije preko online, no? Tako da to smo vzpostavili, nek tak sistem, ki nam je tudi laufal, posvetili smo se sebi. To pomeni, da smo launchali YouTube, izboljšali smo tekste na spletni strani, dodali smo ful enih stvari. Tako v bistvu smo se ful vase obrnili, ker itak nismo imeli toliko dela, razmišljali smo, kaj bi lahko še naredili. Probali smo online dogodke, za Baby Center smo naredili nek ta, bom rekel, online mini disko. Zdaj so pa hitro ugotovili, da firme niso pripravljene plačevati online dogodkov, kar pomeni, da avtomatično spet nismo mogli nekaj preveč delati. Tako da ja, no, bolj smo se v nas usmerili, no, da smo sebi dali in jaz sem pač upal, da bo ta kriza šla malo prej konc, kar je zdaj nekako probamo, zdaj imamo še te hotele, trenutno delamo, tako da zaenkrat nam je okej, no, ne bom rekel, da smo zdaj da je full bad, ampak ne bom pa rekel, da je pa full rožnato, ker glavna sezona je lih poletje in mi poletje imamo zdaj skoraj tam 70% upada prihodkov, kar bi lahko delala, ne, ker so imeli full dogodkov že potrjenih, pa jih ne moramo izvajati zaradi regulative. Ok, cool. Mislim, da si eno zelo dobro stvar predal in tu je, koliko pomembni so odnosi, ne, in koliko pomembno je, da, mislim, kar se pri tebi slišim, je, kar je tudi meni všeč, ne, nisi šef, mislim šef ali pa lastnik, menedžer, ne, nisi nad svojimi zaposlenimi, ampak se dejansko zavedaš, da brez njih ne bi imel tega, kar imaš in ne bi mogel ustvarjati, kar ustvarjaš in sodelovati z vsemi temi znamkami, ki si jih že prej naštel in še ostalimi. In obratno, ne, oni vejo, da brez tebe ne bi mogli sodelovati pri vsem tem in kreirati in imeti toliko odgovornosti in se razvijati kot ljudje, kot vodje, kot pač, ko bi rekel, potencialni biznismeni na svojih področjih, ratati močni v tem, kar je njim res pomembno. In ja, jaz bi se tle zahvalil tvoji ekipi,
da te spodbuja, da te kreira tazga, da ti njih in zahvalil bi se Špeli, ker nam je pomagala malo pri storijih in promociji in vsemu temu, tako da ful hvala. In kar bi rekel tudi vsem je, pač ja, mi nekaj hočemo v lifeu, nekaj narediti, nekaj doseči, slediti svoji strasti, ampak brez dobrih odnosov ne boste zdržali na dolgi rok. Ratalo bo muka, trpeli bojo ljudje okrog vas, tako da res boste pozorni na to, kdo ste z ljudmi okrog sebe, da delate to, kar delate spešno, recimo primer Luka, ki je res strastjo tam delal in Aleksandr ga je opazil in je rekel, ta je moj. Ne vem še kaj bo, ampak ta je moj in zdaj je del ekipe. In sigurno Luka, ki je tam bil, ni rekel, upam, da me nekdo vidi to vodno aerobiko izvaja, da me bo pobral iz plaže, ampak on je to delal, ker to rad dela. In tako se res rodijo lepe stvari. Tako da, super. Ena stvar je res nujna, zdaj jaz moram na WC, če ne bom zdržal naprej. Bi pa rad naslednjih še, ker bova skupaj, v bistvu, da malo pove, kako so se spoznala. In ta se mi zdi pač res zanimiva, pač smeha bo veliko. Pa da nam še malo pove še ena druga področja življenja. Jaz sam šibam za 30 sekund. Zabavi ljudi, so bodi MC zdaj, pokaž nam. Ne rabiš novega, vidiš, da jaz koga vidim. Mene vidiš, tega ti bom dal tle bližje, gleda in se pogovarjaš z gospodom. Ej, tega, no. Najbolj, da grejo vsi na večer. Ej, pauza 30 sekund, ti kavo, rad sem do zabavu Deadpoola. To je to. No, prešmera, ne. Čakaj. Zdaj se pa še jaz ne vidim. Se vidim. Čakaj, da si vidim, če jaz lahko vidim, kaj mi vi piše. Ok, zdaj jaz vidim, če imate kakšno vprašanje, ta caj, dokler ne pride gospodič. A je že nazaj? Oj, tega! Evo. A si ti sploh? Ej, tega. Dobar, ne bom to. Nisem jaz sedel za me 1 uro, ni bilo, če kar ni nehalo teči. Ja, anyway. Veliko pevamo, hvala, Mr. Deadpool, da si me nadomestil. Jaz sem pa hotel zdaj videti, če mi kdo kaj vpraša, ampak da. Ja, so. Ne, ni bilo number 2. To je ti doma napisal, number 2. Ja, ne. Ok, bilo je vprašanje, kako delati, oziroma komentar, kako delati z ljudmi, obrnite se na Aleksandra, ima odličen čut za ljudi, nekako zna potegniti tvoje jedro iz tebe, zato pa veliko ljudi gravitira k njemu in radi z njim sodelujo. To je pa prej, ki 30 sekund, meni se zdelo 2 ure. Mogoče zato, ker mi je res toliko pomembno, da sem tle in da to delam, ker to res rad delam z strastjo. Ne vem, najdel sem se v tem in mi je top shit. Tudi ljudi, ki sem jih poklical, ki bojo gosti še naprej en klic in so vsi rekli, ja, pridem, ni panike. Ja, sej, tebi ti skoraj ne, še žena je rekla, da vsem rekla ne, sam tebi je rekla ja. True story, ne. Ja, true story, tudi je ona bila. V glavnem, ja, no, ko si glih omenil mojo ženo, isto je tle pri meni, da jaz lahko počnem, kar počnem, zahteva. Je res podpora od nje. Jaz preden sem njo spoznal, sem si v bistvu zaželel, da bi imel odnos v partnerski vezi ljubeč, podpirajoč in zabaven. In tu je, tu tema najne poroke je bil Deadpool, Captain Marvel, sicer inkognito, moj poročni ples, sem imel to masko gor, zato jo imam tle. In tako naprej, zadnji Captain Marvel, plakat, Deadpool, plakat. In pač zabava je tle, podpora je tle in ljubezen definitivno raste v njej, tu je vidno, ker je še 3 tedne stran, da rodi, oziroma 7. september, to je nekaj tazga 3 tedne, ja. Tako da ja, no, kje je posnetek plesa? Mogoče enkrat. Manj ga nekje, lahko da ga pokažem danes na koncu, če boste ful pridni, pa vsi, ki ste tle, pa niste še followali kanala, followajte, če ne pa ne bo. Ne, hecam se. Bomo dali na koncu, moja obljuba je, da dam. Tako da ja, bi pa
valjda, če boste sledili, podpirali, ful vam hvaležen za to. Evo, Domen se je glih kar follow. Thank you, Domen. Welcome to the family. Glavno, Maco, cool, rekel si, ljudje gravitirajo k tebi, meni je težko reči ne, a ne. In ko so se medva spoznala, jaz bom malo začel, ti boš pa nadaljeval, ok? Kar povej, ja. Pač fora je, recimo tudi meni je tako zanimivo, ne, jaz nisem nikoli tega počel in pol enkrat mi kolegica Tina piše, reče, a bi ti vodil maturante v Črnogoro za kompas, jaz šlo. Ti najdeš mene, stari moj, jaz v lifeu nisem tega delal, razumeš? What? In ona ma, ja, ti si tak ful odgovoren, ni panike, ti boš to z lahote. In jaz sem ok, če ti mene vidiš, dobro, gremo. In jaz grem na kompasno izobraževanje in tako naprej. In pa mi dodelijo bus in so mi dodelili bus iz Novega mesta, ker sem imel eno ekipo dijakov iz ekonomske, pa imajo šolskega centra, pa eno ekipo iz Brežic. In te iz ekonomske sem dejansko poznal, ker jaz sodelujem z ekonomsko šolo, z marčnimi bojevniki in sem delal te delavnice za njih in so bili pač ful navdušeni, da sem jaz. In smo se imeli res top. Zraven mene animator je bil Jernej Kozan, on bo gost čez 2 tedna, ta Slovenija ima talent, elektro, CC, pač tip, ki obvlada svoje telo, ja, to. In pač medva sediva in pičimo mi dol, ne, za Črnogoro, ne. In pa ne vem, kaj je bil, en drugi dan gremo na eno plažo in tam smo bili in jaz pač, tam sem bil, kar sem mogel, sem naredil, zmeram tako odgovorno naredim, kar naredim. Budva, tako je, Lovro je bil v Budvi, tako da je del unga, ki se joka, pogreša Budvo, to druženje. A ja, Meri je pa rekla, da kje pa ima Štefi, da Štefi je nekdo, ki ga ti oponašaš. Ne, jaz se ponašam. Razlagi zgodbo, grem jaz po Štefi, da vidim. Epik. Vlada, evo, Štefi prehaja, da bo Sara vedela, kdo To je Štefi, Ljevica, ide ona. Dobro, zdaj bom Štefi tle govoril, ajde, daj. Ajde, naj bo Štefi tle, če je že tudi Deadpool tle. Ja, zdaj ona gostja. V glavnem, in pol smo mi tam na plaži, niti ne vem, kako se je reče, pač, jaz in imena vseh teh stvari in tako naprej. Sej, to nima veze, ja. In tam smo ta skupina medikov in jaz se tam z njimi neki menom, ono drugo in tam leži Aco na tej blazini, po tej baldehinčko in cel bogi, stari, pač tip je bil, in če se sedem zraven in rečem pač, kva dogaja, ne? In pol Aco pove, kva dogaja. Kaj dogaja? Jaz sem se un dan zastrupil s hrano, po moje se ena tako pleskavico pojedel, ker prijatelj se zihar ni kakšnih rokov bil korona, dobro, ni bilo še korone takrat, ne. In me začel šravati in sem imel, ne vem, če to lahko povem tako javno, ne, Durchfall po nemško, ne. In so me tam mediki... Number 2 v tekoči obliki. Number 2 v tekoči, ker to je bilo v bistvu, ne, težave v raju, to dobesedno, to ni bil lep, ne, pa še une, ker so bile igre na plaži, ker bi jaz tam labil vse v akciji, pa nisem mogel me izvijal v želodcu, sam vedel sem si WC1, WC2, WC3, če so zasedeni, da vem, ki so, pa ležal in to je to. Bog na nezavestnem položaju in that's it, ne, ti pa uleti zraven in kvaj ti je ga, jaz pa brez lajfa takrat, brez energije, filujem z elektroliti, tam jem, da čim bolj šučes, ne, tako da, ja. Ta se začela malo pogovarjati, ne. Ja, ta se začela pogovarjati, ne, in ne vem, nekako so se zaštekala, ne vem točno, o čem je tekla debata, pa če bi bil, ne vem. Po glavnem pol zgodba je bila, da pridemo mi domov in nismo se medva videla in pol je bilo ono, ki si šel na kompas pač predati material in plačilo in tako naprej, da se pač to uredi. In jaz glih pridem noter, pač na vhodu kompasove stavbe, Aco ven. In jaz lega, kje si ti? In kje si ti? In pol kar neka debata, kva ti kaj, ne vem, tam sva razglabljala po 20 minut. In kva ti kaj počneš, in on tako, ja, jaz sem MC za poroke in delam tretje. In jaz pa Urša sva pa glih takrat planirala najino poroko, to je v bistvu bilo lani poleti, decembra sva se poročila.
In sva mislila, ok, kdo bi nama vodil poroko, in pa sem malo mislila, da bi moj bratranc ali pa sestrična, ker sta tudi malo za te vode, bratranc muzičar, sestrična rada govori, pač tako naprej. In pa sem jaz vno bil, ker je Aco povedal, Karina Selšek has followed. Thank you, Karina, I love you. Zelo dobra prijateljica. In ja, in pa sva pač Aco pove, kakšno ima ceno, in jaz pridem za mojim rečem muši, če sem najdu tipa, ki nam bo vodil poroko. In ona, ja, kdo to je? Ker ona je pa hotela, da je ful tako osebna, pa da se vsi poznamo med sabo in tako naprej, ne. Jaz sem bil tako, ma ne, jaz imam rad ljudi, ni važno, kdo je, da je pač sem, da on to zna, da nam ni treba se s tem ukvarjati, bomo že plačali tisto. In pol nič, pol kličem jaz Aco, mi te bomo vzeli. In pol pač tako se je razvijalo dejansko. Pa smo se dobili, zraven bi še Marino, DJ, smo vse predebatirali, smo se poštekali in pol je bil ta Aco vuno. Jaz smo spela vse od tle naprej, tako ki smo se zmenili, tako je bilo. Tako da ne vem, kaj bi še tazga dodal, ne, razen da... A je že kjera, no tu mi pove, evo, ajde, če je udobna žena to naredila, pol je bila jača poroka njegova, ajde. A je udobna žena sama pocinglala, da da ženino ljubčka, ali so skozi drugi? Ni bilo cinglanja. Ne, kako ni bilo? Če si ti Vsaka vodil. poroka je drugačna prijatelj, ne more biti vse isto. Dobro. Do mene ena. Ja, ker svoja pravila imaš, Boys 3 moja oddaja moja pravila. Če te plaži, tako ti kar, lej. Marš. V glavnem, ja, no. Tako da, to je bilo tu. Aco pa začel voditi in tako naprej. Ja, ena stvar, ker tudi tle gre tebi velika zasluga, v bistvu zato, kar je danes tle, je dejansko, ker si me ti spušal v tu noter, jaz sem mu dal idejo in on je rekel, ja, dajmo to narediti. In meni je bilo, no, fuck, a sem šel to sploh govoriti, stari moj, da mogo to res delati. In v glavnem vse tiste videote, ki sem posnel, čem bo ta kanal in tako naprej, to je tisto ozadje, parace to doma. Oni, ki ste se sprašvali, odkje je tako cool ozadje, San Francisco, nočno in tako naprej. Actova slavna tapeta. Tako da ja, ne, in od takrat naprej pač Aco mene kliče, kadar ima kakšen breakdown, kakšen polov, tako ne. Ok, kaj bi ti dodal še za najin odnos, ko so se spoznala, ali kakšna anekdota, ali neki? Anekdota? Ja, pač jaz pri tebi, kako jaz tebe doživljam, je tako, da, ne vem, ti si on človek, ki, ne vem, znaš me handlati, po domač povedan, jaz karkoli ti rečem, naredim, ti si ja, v redu. Tako pač je in tako in me znaš pomiriti in mi dati prave smernice, da v bistvu hitro pridem iz moje drame ven, no, po domač povedan. Tako pomirjujoče deluješ, pa zelo imaš tak način delovanja, ki je v bistvu, ne vem, nisem ga navajen, no, tako. Pri drugih imam feeling, kakor da me hočejo neki dati v neko škatlo ali neki pri tebi je vse svobodna volja, ti mi sam ponudaš več možnosti, ali bom izbral ali ne, tebi čisto vseeno, pa ti sam tako poveš, koliko je in na ta način, no, tako da ta tvoj pristop je zelo tak. Cool, thanks, ja, to je ena stvar, ki je meni ful pomembna v življenju, za čemer tudi jaz stojim, da v bistvu širim svobodo in ljubezen med ljudi, iz tega ven so te oddaje, iz tega ven je to, kar počnem, iz tega ven bo nov logo, ki malo pride, zdaj ga finiširamo. Meni je vrhunski že zdaj, ampak so še detajli, tako da to moramo še zrihtati, bo pa v kratkem, do konca avgusta je plan, da ga predstavimo. Ja, in hvala ti za to, pač res cenim. In to je nekaj, kar je meni pomembno, ja, da imajo ljudje svobodo, da vedno veš, da je izbira. In ne, ni mi vseeno, kaj boš izbral, a ne, če bi rekel tako iz vidika prijatelja, Mary has followed, thank you Mary. Če bi gledal iz vidika prijatelja, človeka, ki mu je pomembno, ampak vem, da če hočem, oziroma si želim in stojim za temu, da si ti svoboden, ni pomembno, kaj je meni pomembno in ni pomembno, kaj jaz mislim, da bi ti mogel izbrati, ampak je pomembno samo to, kaj ti izbereš, kaj ti vidiš, da ti bo prineslo to, kar si želiš v življenju. In se pravi, kar je meni ful dobra, tudi pri meni, moja lastnost je ta, da se znam odstraniti
sebe iz, recimo, ko Alex pride do mene ali pa kdorkoli drug, tudi ena na ena delam z najstniki in pač so res uspehi neverjetni, kaj oni premaknejo v parih pogovorih je. In mislim, da je tu vzrok tega, ker jaz sebe odstranim iz pogovora. Mene ni noter moje mnenje, kaj meni pomembno in tako mislim pač v tem smislu, kako jaz zdaj tebe vidim in kakšno, ne vem, bejbo bi ti mogel imeti in avto in službo in hišo. Veš, koga brigam. Pomembno je, kaj ti hočeš in kako jaz tebe lahko podprem, da prideš ti do tega, kaj ti hočeš. Tako da res hvala ti za to, da si opazil in da dejansko tukaj, za čemer jaz stojim, mi je ful dobro, da dobim tak feedback, da vidim, da lenda pri ljudeh. Tako da to. Eno področje še nismo obdelala, ki pa je najstnikom zanimivo, ki jim je pomembno in tu so partnerske veze oziroma všečki, bejbe, spolnost, vse te stvari, ki se dogajajo in so nam pomembne, ne, valjda? In kako to pri tebi deluje, ne deluje? To pa ne vem, če sem pravi naslov. Zakaj ne? Ker tam najprej povej, kaj se dogaja, pa bomo pol povedali. Kakšna bejba bi Acko to pasala? Naj Acko pove, kako to področje deluje, jaz tačas sformuliram svoje mnenje. To deluje, ja ne vem, pač imel sem nazadnje 2 leti nazaj sem končal 4,5-letno zvezo, takrat naprej pač ne, nimam nič. To je to, zdaj sem v bistvu bolj na misiji, da spoznam samega sebe še malo bolj, da bom jaz prišel v naslednjo zvezo napolnjen, ne s svojimi nekimi pretlagami in tako naprej. Tako da v bistvu se gradim kot oseba, tudi zdaj v tej karanteni sem ful na sebi delal, sem se kar transformiral kot oseba. Zdaj greš že stran od tega področja. Zdaj. To Aco dela, on je uno, veš, ki ga vprašaš, kaj veš o kravi, on pa ful ve o črvih in pol reče, ja, veste, krava je travo in pol jo prebavlja in pol jo pokaka in v tem kakcu so pa noter črvi. Črvi pa so in pol pove vse o črvih ful ve, ne. Hvala, res, hvala. Evo, Sara je rekla, kar povej, kar si zadnjič rekel. Tako da, ne ve, kaj si povedal, Sari, ampak kar povej, kar si zadnjič rekel. Že vem, ja, v bistvu je fora, da pač punce, ne, to lahko rečem, ja. Da v bistvu punce so v zvezah, ne, zelo, bom rekel, rade dajo svoje mnenje in potem, v bistvu sem to rekel, no, zdaj se spomnim. Da, ker se fant pa punca pogovarjata, ne, kam bosta šla, ne, fant reče mi, da greva na morje, punca mi, da greva v hribe in potem se oba dva skupaj odločila, da gresta v hribe, ne. Tako da, ne, pač, vedno je tako, da se mi fanti načeloma večino, ne, kakor prilagajamo puncam, ne, ker imajo one, pač nekako nočemo komplicirati si life in tako naprej, ne. Sem to rekel, Sara, ne, to po moje. Rekla je, nisem to mislila. Sara, ti kar napiš, kaj je povedal, ga bomo že Oj, Sara, no dej napiš, le. Tvoje področje je relationships, nekaj, da si izgled. Sara, ti kar povej, kaj si napisala, on je zdaj za nalaž blokiral to ven. Ne vem, jaz sem blokiral, jaz ne vem. Domen je napisal, jaz ne poznam tazga scenarija pri bejbah. Ja, on ne, on itak da ne. Jaz govorim zase, ne. Ja, okej, cool. On je malo drugačen. Malo drugačen, ja. Cool, ampak dej, kaj, zdaj si povedal, samski si, a ne? Ja. In kaj je ono, kar, ne vem, kar ti misliš ali pa vidiš, da te blokira, ali pa če se te je strah tle, ali pa kaj se ti dogaja dejansko, ki ti sam o tem razmišljaš? A v zadevi v ljubezni? Strah me je mogoče, da me nobena ne omela toliko rada, kakor bom jaz njo imel, na ta način. Tako. To mi je zdaj prišlo ven. Pa da bom jaz preveč intenziven, kot energetsko intenziven za bejbo. To. Prav, da boš all over her. Ja, razumem. V bistvu se mi pa vedno izzive tudi s tem, ker pač sem zelo hitro padem v friend zone pri bejbah, ne. Ker pač predolgo čakam na prvo potezo in ne naredim, še zmeraj me to spremlja po moje iz mladosti, ker še zmeraj, če mi kakšno všeč, ne grem takoj v akcijo, oziroma prilagodim situacijo, da pač že zihar vem, da sem mi všeč, da pol grem v to akcijo, ne. Tako no, nisem čist tukaj še po moje suveren v temu stilu, no, da tako, po moje to to, no. Mingrede, Saša Juretič, hvala za follow. Welcome to the family. Ok. Saša,
Ja, kdo vse te gleda, no, ne vse, kdo vse te gleda, moj bog. Te po mojem še bolj, da ne vem. Lej, jaz acknowledgam ljudi, ki so me začeli slediti, ki so tle in pač res respekt in hvala vam. Ok, se pravi ta strah, da te ne bo imela rada, da boš ful preveč intenziven, ne? Cool. Sara je napisala, da je mislila, v katerem spaceu si zdaj glede žensk. V katerem spaceu? Zdaj sem v spaceu, ki pač uživam svoj life in v bistvu ne iščem in se ne trudim imeti zveze na silo, ker jaz, ko si dam neki pol, probam na silo delati in to ne deluje in v bistvu imam zdaj tudi doma na steni, sicer to se zdaj ne vidi, imam sometimes you have to let go things and see what happen in takoj zraven do things that makes you happy in v bistvu zdaj delam na temu, da delam stvari, ki me srečujejo, da bom jaz srečen in da pa znotraj tega mojega, ne vem, kako se temu reče, delovanja oziroma kakršen jaz sem kot oseba, da pol pride tista oseba, ki ji bo to tudi ok in bo meni tudi prne ok to. Ok, gudi, če je kakšna samska tukaj, Aleksandar Taskov. Pa niste, to ni tak pogovor. Ja, dobro, no, pač malo reklame ti naredimo. Domen si tudi sicer želi, da si v vezi, da se poročiš, da ti bo pričal nazaj, ne? Ne bo zdaj čakal, tip tam dedek 70 let star se bo cel tresel, razumeš, da ti bo lahko pričal. Daj malo pomislila prijatelje, no, ne sem na sebe, razumeš. Njega bi zelo dven zune lukne tam, da ok pisal, taki, tranquilo. Sara je rekla, da je tu mislila in Aleksandar ne išče, on čaka, da bo najden. Ampak jaz se s tem strinjam, pri meni se je isto zgodilo. Jaz sem tudi čakal, da sem bil najden in Urša me je najdla in pol, ki me je najdla, se me ni mogla več znebiti. That's it. Pač zdaj so dal gor prsta in gotovo je, for life, that's it. To je to, ne? Aco, Domen je napisal, Aco, moja hčerka bo prevlada zate, tako da je nekaj drugega. Ne, ni tega napisal, oh my god, kašen je to. Domen legenda si, ko jaz te imaš že rad, klasičen on, če se izrazim po Aco, to bo Domen jaz te lajkam. Ampak okej. Cool. Jaz se tle, mislim, ti dam prav, jaz sem je tudi podobno pot tle, no. Fus časa sem si želel, pa iskal, pa ustrajal, pa res rinil. Pa ko sem si rekel, pač stari, delaj, kar delaš in bo ti in pride zraven. Tako da, to je to. Samo keep on going in jaz verjamem, mogoče danes iz te publike, kjerkoli bo, si odprt za priložnosti in nikoli ne veš. Jaz recimo lahko ti podelim, tako, itak ti ne moramo vedeti točno, kaj bo, a ne? In kako bo do tega prišlo in tako naprej. Meni je bilo tako, da recimo mi je bila Urša zanimiva, zato ker je bila pogumna in je naredila nekaj, kar nisem bil vajen od babe, da naredijo. In to je mene, kar je na njej privlačno. Recimo, pa bila mi je toliko simpatična, ne, meni je pomembno pri ženski, da ima pač faco toliko simpatično, da je dan lahko ljubška, kar je logično. Pač, tako je, jaz sem rad realen, pač ne bom zdaj tle neki ovinkaru. In to je to, ne, ampak pa recimo, ker sva medla začela datati, ona meni ni bila tako huda, v smislu najlepša bejba na svetu, tu je tu in ono drugo. Pa v enem trenutku sem bil sam pri sebi, pri tej izberi in ona zdaj to gleda dejansko, sam že to vse ve in pač, in ker še prijatelji so rekli, kako je lahko tu rečeš, kako si lahko tašen, ampak pač mava, kar mava glih zaradi tega, ker sva bila avtentična, iskrena, ne. Ampak sem bil tudi pri izberi, ali bom še naprej z njo, recimo ona ni nič telovadila prej, ne, pač jaz recimo rad imam šport, rad telovadim in tako naprej. Zdaj malo manj, če sem iskren, ker pač imam ženo in pač ni več tega cilja, moraš dobro gledati. Ok, anyway, ampak pa je bilo samo ona izbira, ok, ali boš zdaj bil z njo, ki ti je pač dejansko cool in boš nekaj naredil, da bo tudi ona naredila nekaj zase in na sebi za sebe, ker pač recimo iskreno njeno telo ni bilo v stanju, da bi ona bila noseča, imela bi ful rizično nosečnost, če bi takrat, ker sem se medla spoznala, zanosila in tako naprej. Ker pač tudi pol, ki ima svojo osebno trenerko, je isto povedala. Sprav, kaj bi ti rad dal, je spoznal jo boš ziher in pa še zmeraj bodo zraven skozi te konstantne izbere, ali si izbereš njo ali ne bo, pač jaz ne, mislim, lahko da kdo to doživi in svaka čast doživi, ampak ni neki magic, this is it for life in ne rabiš delati na temo, ne. Še zmeraj zahteva isto, kakor z Domnom,
vse posod, pač iskreni pogovori in tako naprej. Tako da jaz bi ti tu predal, bod svoboden, bod tu, kar si, ne iti za manj, kar ti misliš, da si vreden, ampak še zmeraj Domen tudi napisal, tako je ljubezen, partnerstvo in odločitev, pol je pa vsakodnevno delo. Ja. In pač izbira. In jaz, ne vem, če bi jaz bil beba, ti bom povedal, kaj je rekel friend. Pač le smo itek sami odrasli, če kdo ni, sorry, če ne moreš tega slišati. Ampak je en film 50-50. In kjer pač ti pa beba prevara in po njegov best friend in tako je zmeraj zraven njega in mu reče, stari, če bi jaz bil tvoja beba, bi ti vsak dan pekel piškote in vlekel, a ne, pač dejansko, razumeš? Ne, ker ni veliko tako iskrenih, srčnih ljudi, ki dajo tu, ki stojijo za drugimi, oziroma jaz mislim, da smo vsi, sam ne vsi tega pokažejo, ti pa dejansko tu kažeš. In jaz mislim, da una, ki bo želela biti s tabo in če si all over njej, bo hvaležna, da je Aco all over you. I mean, you know. Tako da ne se tega braniti. In ja, pač una, ki te bo res začutila, bo to sprejela, une, ki ne, you know, jaz rečem, tam so vrata, ne stati med njimi, da lahko naslednja pride noti. Tako da res pač, don't go for less. Ok, Aco, jaz, ko ga bo res začutila, je rekel, jaz sem to rekel v vseh pogledih, fizičnih in psihičnih, kdo me je komentiral. Ampak ja, zdaj sem zgubil, nima veze. V glavnem pač, ja, no, ampak lej, res hvala ti za avtentičnost, vse, kar si z nami danes podelil. Jaz bi rekel, da ljudje, ki so hoteli nekaj slišati, dobiti zase, so sigurno lahko. Punce te lahko dobijo še v drugih oblikah, a ne pozabiti, drage dame, na to. Aca je samski. Pa dosti šale od tem. Meri je napisala, prišla bo tista ljubezen, ki je na isti valovni dolžini, definitivno. Jaz se strinjam s tem, tako da to. Glavnem res hvala, Aco, za tvojo ranljivost, avtentičnost, da si podelil z nami, kako je šla tvoja zgodba, kaj se ti je dogajalo, da dejansko danes počneš, kar počneš s tem taborom, navihani pavki z vsemi temi Fun for You animacijami, kjer dejansko polepšate ljudem dneve. Verjamem, da če so v družbi vas, že če samo si v družbi tebe, ne moreš imeti slabega dneva in verjamem, da imaš tako ekipo okrog sebe, tako da ljudje, ki doživljajo Fun for You, dejansko doživljajo fun for them. Tako da ne vem, ne bi več neki ful dolgo vlekel, hvala, v glavnem, res hvala, da si tle. V eno zahvalo bom še eno stvar naredil, samo da si odprem, ne mi zameriti. Počas. Jaz sem ziher. Ne veš, kaj delam, se ne moreš vedeti. Ja, seveda ne veš, kaj, ne vem, zdaj smo še zmedom. Ja, se prav. Jaz itak že cel cajt ne vem, kaj so imela danes, ne, tako da. Kva ima zdaj temu za bregom? Ne bom ti povedal, čakaj, zdaj tle raziskujem, moram raziskovati. Še ti kaj povej. Kako je bilo tebi danes, zdaj nam povej, kako je bilo tebi, ker pred tem, ko sva se pogovarjala z Acotom, je on rekel, jaz to prvič delam. Kako ti je bilo zdaj, ker se priključujemo konc temu? Mislim, za prvo, ker sem zdaj tako sploh bil, ker nisem vedel, kaj sploh lahko pričakujem, pa glede na to, da si me vrgel v vodo in mi nisi povedal sploh, kaj se bo pogovarjala, kaj mi bo sprašal in vse to, da je bilo spontano, mi je bilo to ful všeč. Tako da se mi zdi, da ta stvar je bolj zame, no, da je spontano, da me spravaš v nek tak mood, da začnem govoriti, ker pol takrat govorim. Tako da ja, no, jaz upam, da kdorkoli je poslušal, da je dobil kaj zase oziroma karkoli, če bi o čemerkoli, karkoli želel, da ga podprem, me lahko tudi pišejo, ne, tako da z veseljem pomagam. Tako da to je to, no. Pač, imel sem se ful fajn s tabo, ful si dober host, tako da svaka čast. Moram si nabaviti ta mikrofon, definitivno si ga bom nabavil, ker ti res cool zgledaš, jaz pa klele tako. Jaz sem cool ozadje, ti imaš mikrofon, ne? Mikrofon na črni podlagi. Ja, top. Tako da
bilo je lepa izkušnja, no. Moram reči, da sem zelo vesel in tako bom rekel, no, tako kot sem že prej govoril, da je spet ena izkušnja več zame, nekaj novega, iz tega obdobja sem šel, se pravi, zdaj sem ziher tako šel na next level z nekimi stvarmi, tudi s sharanjem stvari, z ranljivostjo, da me toliko ljudi posluša, ker niti ne vem, kdo me vse posluša. In tako, in da sem dal na stran tudi to, ne vem, kaj si bo kdo zdaj mislil o meni in karkoli, ne, ker pač to sem jaz. In tudi želim svojo zgodbo mogoče kakšnega inspirirati, če tako dobi zase in to je to, no. Tako da, zato sem šel tudi v to oddajo, ker si tudi rekel, da bi rad, da se ne zdržujem, da sem jaz in to je to, no. Tako da sem vesel, da sem bil cel cajt jaz in to je to, no. Tako da iz tega vzamem ta takeaway jaz. Hvala. The best, hvala ti, Aco. By the way, je napisal doma, sta vedela, da sta oblečena v Batman in Superman majico. Vedela sva, ker jaz sem prišel že, ker sva se predobila, da sva testirala čez tehniko in tako naprej, sem jaz imel Batman in Aco, čakaj, zdaj to. In on Superman. Tako da ja, best team v DC-ju, definitivno. Deadpool je stricu iz ozadja, on je Marvel, ampak he is all over the place. Drugač meni najjači karakter Deadpool, ki je full srčen pa skuša zafrkava nekaj podobnega, kot je jaz. Tako da v bistvu unintentional je vse intentional, tudi recimo moja slikca na storiju, ki sem objavil, da bo Aco gost v moji oddaji, je iz mojega poročnega dneva, ki je Aco povezan z njemu. Tako da, pri meni so skozi neke manjši vidiki s temi ljudmi, ki so povezani, ampak jih ne govorimo na glas, so pa tam in pač je tudi tu. Aco, evo, v zahvalo, ki si bil tle, ti jaz podarjam naročnino enomesečno na moj kanal. Kaj to pomeni? Da imaš posebne emocije, ki jih nimajo vsi, ki sem followajo in v prihodnosti še več tega, pripravljamo nove stvari in tako naprej. Hvala. Ja. Tako da to in tako, ker sem si tudi zadal en subscribe, naročnino bom tudi podal random osebi, ki trenutno gleda. Ne vem, kdo tu bo. Evo. To pa bo. No, zdaj pa procesira. Aha, Napetost zbira. narašča, bobni v zadju. Evo. Res? Zwinky 91. Zwinky 91. Ne vem, kdo to je, ampak Ja. hvala. Zwinky je, to je Zwinky. Zwinky. To je to, Zwinky 91 je dobil. Ja, ne vemo. Da. Evo, tako da v bistvu jaz to podelim, ker si res želim tle graditi eno skupnost, goste, ki bojo še prišli v to oddajo, imajo vsi posebne v bistvu zgodbe, kako so uspeli, kaj za njih pomeni uspeh. Mogoče še to, Aco, ki je ena stvar, ki sem jo obljubil, poročni ples pride takoj. Aco, kaj zate pomeni uspeh? Uspeh je, ne moreš to definirati na ta način, ker za enega je uspeh zavezati. Ne, sej zato sem te vprašal, kaj zate pomeni uspeh. Zame. Ali pa kaj zate pomeni biti uspešen? Ja, okej. Zame pomeni biti uspešen to, da živim sebe v svetu, kjer je veliko mask in neautentičnosti, tako da v bistvu, da sem jaz lahko jaz v tem svetu, no, to je meni uspeh. In da v bistvu lahko s temu drugim kažem, da je tudi to možno in to je to. Tako nekako. Lepa. Ja. Lepa igra. Mislim, kaj hočem s tem pokazati, ja, ker mi ljudje imamo dosti uspeh in pol so neke te, ampak kaj hočem res pokazati, je, da za vsakega nekaj drugega, ne. Matic je zadnjič drugače definiral, kaj pomeni zanj biti uspešen, zate drugače, zame drugače. In to se mi zdi, da je pomembno. Zakaj? Jaz sem ful malo freak na besede, ki jih ljudje uporabljamo. Jaz dam ful velik, ne vem, bi rekel, težo ali pa pomen temu, da pravo besedo uporabiš na pravem mestu. In mi ljudje se dostikrat kregamo, pa se pogovarjamo o isti stvari, pa se kregamo, ne, ali pa se ne razumemo, ali pa ne sprejmemo drugega mnenja, ker imamo, recimo, zame ljubezen pomeni nekaj, za enega drugega nekaj čist kontra, ne, definira to zadevo. In zdaj medva tle kao debatirava o ljubezni, ampak v resnici debatirava o hruškah pa jabolkah.
Ker imaš ti eno definicijo, jaz pa drugo. In če si jo ne poveva, kaj tu je, ne, se dejansko pa če niti se nam ven zdi, da se pogovarjamo o isti stvari, v resnici se pogovarjaš o jedrski elektriki pa o bananah. Pač. Evo, jaz zdaj iščem ta poročni ples, ki se ga obljubil, o moj bog, če ga bom najdel. Prvi ples, Jernej in Urša, je to. Mislim, da si ga najdel. Čakaj, nimam. Kaj ga boš Sam zvok pošeral? imam, čak, sam zvok imam. Bom pošeral, sam zvok. Moram najdeti ples. Ljubi, a si kaj živčna? Evo, žena se dere iz kuhnje. Ja, sem, Moram ga najdeti. Malo potrpljenja, ker res ne vem, kje ga imam. Ker res ne vem. Midva sva ful taka, da oba dva sva tako, glede preteklih medva sva dobila slike iz poroke, pa jih sploh še uredila nisva dala nič razvit, nič albumov. Medva sva sam živiva tukaj in zdaj. In potem se včasih malo sprašujeva, je to okej, ni okej, kako bo to tam malo doživljal, ker pač res nimava namen pač ful slikati, medva se pozabila slikati, kakam greva, ampak sem uživava tam, kjer sva. In pač recimo tudi, da jaz zdaj tukaj objavljam na Instagram glede tega in da malo dajem gor, kje sem, kaj počnem, to je zame like next level shit. To je zame, razumeš, jaz se prej v življenju se tega nisem spomnil. No, pa bomo menda najdeli. Kaj pa lahko narediš, ne? Objavaš ga javno na Instagramu, če ga zdaj ne najdeš. Stari, res ne vem, kje imam jaz. Rekla je ne, da sam zdaj lahko. Ma sej tu bo itak oddaja posneta, pa bomo. Give me a second. Moram res razmisliti, na kjermu smo tu dal, kje imam jaz. Ljubi, kje imamo ta posnetek? Čakaj, tle imam neki posnetek. Dobro, da si se zdaj odločil, da boš njo vprašal, ker ona zih ve, kje je posnetek. Ne? Ona ve, ona vse ve. Ja, itak, se to. Pismo so posnetki po 30 sekund, tu ne morem verjeti. A nimaš poimenovanega? Če sem ti povedal, koliko smo dobila, tako smo pustili. Nismo pogledali, jaz sem samo pogledala. Evo, recimo, bom pokazal malo slikic iz poroke, evo, to lahko pokažem. Imam. Najdel. No, super. Evo. Kvaliteta, avto, 1080p. Ne vem, ni bil posnet v najboljši kvaliteti s telefonom. Če povečam čez cel ekran. Ne vem, kako bo to dobra slika, ampak, you wished for it. Čakajte še sceno zamenjam, da boste dejansko videli. Scena. Pardon, vse sem imel mutano. Ne vem zakaj. Evo, še enkrat. Hvala, Domen.
look into your eyes, it's like watching the night sky, all the beautiful sunrise. Well, there's so much they hold. And just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the stars get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Ti si moje sunce. Ti si moje sunce. Tako si lepa, tako si zlata, podvrhna glava, vse do podplata, za zapeljiva in mamljiva, za mene ti si zanimiva, očke se ti lepo iskrijo, joški tvoji lepo štrlijo. O moj Bog, kakšni boki, napita ritka, dolge noge, mehki roki, jaz bi te, jaz bi te. Jaz bi te, jaz bi te, jaz bi te. Jaz bi te, jaz bi te. Jaz bi te, pres, jaz bi te, zdaj, jaz bi te, kar pojedu. Jaz bi te, jaz bi te. Jaz bi te, jaz bi te, jaz bi te. Jaz bi te, jaz bi te. Jaz bi te, pres, jaz bi te, zdaj, jaz bi te, kar pojedu. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even
En velik applaus! To je bilo pa... Bravo, bravo. Oh. Tu si foto. Tu je ta maska, Mr. Deadpool is back. Ja, tu je tu. Aco, hvala chatu, da me je povabil, da sem to delil prvič online. Sem to delil kadarkoli s komorkoli. Anyway, povej. To je to. To je to. Jaz ful, drugače se ne vidi tako dobro tle, če da boste bili zdaj tako ful gledam, kje imam miško. V glavnem, hvala vam, hvala vsem, ki ste na novo followali, sledite kanalu, naslednji teden z nami izjemna gostja, mlada, ampak zelo uspešna in je dala marsikaj čez, tako da bo zanimivo. Kaj še, Aco, hvala tebi. To je to. Hvala tebi. This is To je it. to. Deadpool out. Yes, Superman Ciao, out. ciao. Ciao, ciao. Ciao, lepo bote.